Pozdravljeni v podcastu iz Centra Ogol. Oddaja je namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. V oddaji bomo v center postavljali goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da spoznate vse, kar nogomet ponuja. Vaš gostitelj sem Igor Fenko in center današnje oddaje je Samo Masleša, doktor kineziologije, bivši judoist, danes pa ustanovitelj Genius Safe Motor program, dopolnilni program pri razvoju otrok in mladine in učinkovit program za pripravo vrhunskih športnikov. Zdravo, Samo, sem približno prav povedal tele podatke? Super si povedal, dejansko tudi jaz si vedno lomim jezik, ko izgovarjam to ime. To si namerno naredil tako, da ljudje si zapomnejo, da je težko izgovorljivo, ali kaj? Tako, v bistvu, tisti, ki zna izgovoriti, se je poglobil, tako da hvala, ker si se poglobil. Ok, da še pozdravimo ostale, v glavnem pozdravim vsi poslušalci, ponovno vas vabim, da nas sledite, delite, všečkate in vse ostalo. Najdete nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu in vseh ostalih pretočnih vsebinah. Še enkrat želeni so čim več aktivnih komentarjev in deljenje mnenj. Vabljeni tudi na našo spletno stran www.izcentraogol.com, kjer poskušamo pa vsebine pa te izseke, ki jih potem v obliki teaserjev, tisti, ki težje poslušate celo oddajo, jih lahko najdete. Pa tudi generalno, tudi kar se bomo danes samo o tom pogovarjala, na YouTubeu imate časovnico, tako da je razdeljeno, če vas zanima samo določen del pogovora, ali bo to mladina, ali bo to vrhunski šport ali karkoli drugega, kar bomo danes šla čez oddajo, tudi lahko najdete. Tako da ta timestamp je tudi prilepljen. V glavnem, Samo, še enkrat zdravo. Zdravo, Igor. Danes imamo judoista v oddaji, ki pa je velik ljubitelj nogometa, kakor sem jaz ugotovil v pripravi oddaje. Jaz mislim, da bi bil, oziroma boš presenečen, če bomo do tega prišli, koliko dejansko nogometašev zelo dobrih je bilo tudi judoistov oziroma ljubiteljev juda. Ne, sej, jaz sem že ugotovil, že zdaj, ko snemamo to oddajo, takoj si me napadel, kateri klubi imajo katere barve dresov, kar sem jaz bolj slab, ne. Ampak, ja, meni je bilo zanimivo, rečemo, da mogoče vsem s tem štartamo, za Vlašiča, kako je oče njegov naredil, njegov program, in vem, da bi naj od 7. do 9. leta ali od 6. do 9. leta naj bi nekje redno bil v judo programu, ne? Ti kaj si seznanjen s tem? Nisem, zanimivo. Saj jaz sem tudi hotel, recimo, že na začetku oddaje, ker ponavadi tisti, ki poslušajo prve 3 minute, jih poslušajo, nekateri potem zaspijo vmes, upam, da ne bo preveč dolgočasna, ampak če je kakšen nogometaš dejansko, ki se ukvarja z judom, je to izjemno dragocena informacija zame. Nisem pa vedel za Vlašiča. Jaz imam informacijo pač za Vlašiča, kjer je bilo zelo, da bi ne izhajal tudi iz tega, kar smo se midva že pogovarjala v pripravi oddaje, ne, ta razpon, ko ga jaz tudi zelo rad promoviram, se pravi, avtor je isti, kot je za Športni gen, David Epstein, v glavnem, kjer predstavlja v modernem športu, ali nasplošno v družbi, koliko je raznolikost ali širina znanja zelo pomembna za to, da si pač uspešen, in tu z Vlašičem ne bi bila ta zgodba. Se pravi, judo, atletika, gimnastika, se pravi, kot neke kontrola telesa in vse ostalo, in potem v usmerjeno športno. Dejma, povej mi, kateri nogometaše pa ti vse poznaš, da so štartali v judo noter? Recimo, najbolj znan je zagotovo Zidane. On je bil kar dolgo tudi judoist, vzporedno je treniral obe stvari. Zdaj, recimo, jaz rad izpostavim tudi Camavingo, ki je bil v bistvu, po mojem mnenju, glavni akter preobrata v polfinalu, ko je Real dejansko se prebudil, ko je on vstopil in zamenjal Modrića. Camavinga, torej, imamo tudi Lewandowskega, ki se je ukvarjal, njegov oče je bil tudi aktiven judoist in ga je teh osnovnih znanj tudi v otroštvu učil. Imamo recimo Zendna, Hazard je prav tako zelo znan in on je tudi večkrat izpostavil, da brez teh osnovnih znanj juda ne bi sploh mogel prestopiti iz belgijske v angleško ligo. Pa imamo Jackie Groenen, ki je mogoče ena najboljših
veznih igralk na svetu. Pa imamo recimo Sebastiana Hallerja, ki je bil dolgo najboljši strelec Lige prvakov, prednega je seveda na koncu, dolgo je že prehitil? CR. Ja, seveda. Tako da, kar nekaj takih, recimo tudi Smalling, Van der Beek. To znanje juda pa ne nastaja recimo samo v judo telovadnicah, ločeno od samega procesa nogometa, ampak številne akademije ga tudi nekako komponirajo v svoje delovanje in meni je bilo zanimivo in tudi zaradi tega je sploh moj program začel nastajati, ko sem začel stvari nekoliko raziskovati. Prvi so to začeli nekako načrtno vpeljevati že pri Ajaxu. Ja, to je tudi ena od diskusij, ko bi jaz imel mogoče malo kasneje, ampak dajmo videti mogoče malo tvojo zgodbo na začetku za 10 minut narediti, ne? Ker po moje je tudi dosti zanimiva. Ti si omenil, da želel si igrati nogomet, pa ti starši niso pustili, zato ko nogometaši so malo čudni. Okay? Mogoče, to so bili eni drugi časi, ko so recimo nogometaši sloveli kot tisti, ki se radi zabavajo in niso preveč recimo uspešni v šoli. Zdaj, človek bi rekel, zakaj si pol šel na judo, ampak res na drugi strani judoisti, neverjetno, ampak dejansko velika večina je zelo uspešnih tudi na nekem akademskem šolskem področju. Skratka, meni niso starši dovolili, da bi se vstopil v judo oziroma v nogomet. Tako da sem ga pol ljubiteljsko igral vsak popoldan in ko ni bilo judo treninga ali pa recimo vse vikende smo ga preigrali do pred šolo. Ja, se pravi, takrat, ko ni bilo, si bil na fuzbal placu, drugače pa na tatamiju, pa se razmetal, ali kaj? Tako, in vedno je bil pretep, tako da je bilo super. Tako, na fuzbalu si pa pol iskal še, ali kaj, da si se to... Meni je vedno zanimivo bilo pri nogometu iskati kontakt. In v tem sem užival dejansko in sem te vsebine, ki jih tudi danes razvijam, nekako poskušal vpeljati v nogomet. In tisti neki občutek, kaj bi bilo mogoče nogometašem potrebno in sem stvari izvajal, sem pol recimo s časom tudi začel nekako sistematično vpeljevati in kar zanimive stvari prihajajo ven iz dneva v dan. Zdaj sem začel spraševati, če ni Gattuso bil prvi tvoj... Ja, Gattuso je car. Samo dobro, njemu se vidi, da je bil bolj uličar, kot da bi imel neko... On je prišel iz ragbija, ne? Ja, to je res, iz ragbija. In to mislim, da šele pri 16-17 letih. Ja, ne vem, kje je bil on na Škotskem. Ne vem sam, da je predtem je bil v ragbiju in da bolečina njemu... Da ga je Milan, oziroma Salernitana ga je kupila iz škotske lige. Ker je tam to začel po ameriškem nogometu igrati tudi nogomet. Ok, zdaj ko smo pripravljali oddajo, si omenil, da si imel kar nekaj težav z učenjem, pa si potem vseeno na koncu doktoriral na kineziologiji, se pravi, si naredil tudi fakulteto za šport, ne, in tu potem na fakulteti za šport šel v smer kineziologije. Kje si imel ti težave in kakšni si jih reševal, ker se mi zdi dosti zanimiva ta zgodba tvoja. Mislim, težave. V bistvu jaz imam disleksijo in to gre v bistvu za neke poenostavljene neke motnje branja, recimo, ko berem, se mi črke premikajo, poplesujejo. Tako da načeloma ljudje, ki imajo disleksijo, kar nekaj je bilo znanih, recimo Einstein, Da Vinci, recimo tudi Whoopi Goldberg in tudi ogromno znanih športnikov, recimo Steve Jobs je recimo tudi imel, pa tudi Bill Gates. To je precej ljudi, ki so uspeli na svojem področju, so imeli nekatere težave in ravno odziv na te težave, iskanje nekih drugih solucij jih je pripeljalo do tega, da so drugače gledali na težave in jih tudi mogoče nekoliko drugače reševali. Skratka, jaz sem imel težave z branjem in to sem reševal tako, da sem na začetku z bratom kompenziral in mu dejansko tudi dajal nekaj malo denarja, da mi je on prebiral tista domača branja. Kasneje pa sem tudi z enim sošolcem se tako zmenil, da vkolikor sem bil povabljen, da berem na glas, da se on javil. Tako da smo vedno iskali neke strategije. Je pa res, da v bistvu, ko sem pa enkrat prebral, sicer je šlo nekoliko počasneje, sem imel fotografski spomin in
dejansko sem imel tudi sorazmerno dobre sposobnosti povezovanja stvari. Ja, verjetno se telo zelo hitro skompenzira, pa najde druge rešitve takrat, ko ne more. V glavnem ti počes ne moreš brati knjige. Ne, kaki. Kot si prej omenil, ta športni gen, jaz sem si ga vzel in mislim, da v roku 2 let ga bom prebral, tako da komaj čakam. Dober, sam to ne zato, ko tako počas bereš, ampak zato, ko si toliko zaposlen, ker smo tudi tole oddajo, si bil vse posod, si bil po Italiji, Španiji, Franciji, po kempih, po Sloveniji, tako da sva se kar lovila zdaj nekaj časa midva, ne? No, saj glavno, da so se ujela, evo. Ja, to je tudi res. Ampak potem rečemo, se pravi, fakulteta za šport, ostaneš na fakulteti za šport, si rekel, da te doktor Karpljuk povabil naprej, ne? Delaš v smeri kineziologije. Kaj si ti ugotavljal, ker verjetno je to bil zdaj to obdobje, ko si bil prisiljen tudi raziskovati, se poglobiti v znanost nekoliko drugače. Si tu znotraj ti začel ugotavljati, se pravi, te stvari, ki jih potem danes tudi govorimo o tem varnem motoričnem programu? Jaz sem imel kar nekaj teh naključnih dogodkov, ki so se pol, če pogledam zdaj nazaj, povezali v neko zanimivo zgodbo. In sicer, jaz sem prišel v Karpljuku, predvsem zato, ker sem imel rad borilne športe. Ampak potem borilnih športov nisem pri njem usmerjal sem prilagojeno oziroma specialno športno vzgojo, ker se dejansko ukvarjaš z različnimi športniki, ki imajo različne težave ali pa posebnosti, tako nadarjeni, kot tisti, ki imajo neke posebne potrebe. Tako sva začela in so se kar dobro ujela. In takrat, recimo, ko sem jaz bil že 4. letnik, je dr. Karpljuk postal direktor direktorata za šport in ni mogel več predavati na vseh teh zvezah, s katerimi je sodeloval. In takrat me je povabil, če bi jaz mogoče prevzel nekatere predavanja na teh zvezah. Jaz se spomnim, čez celo poletje sem garal, po eni strani zato, da bi se nekaj naučil, ampak po drugi strani, ker nisem mogel njega recimo oblatiti, da me je sploh predlagal. In spomnim se, v 4. letniku pol sem recimo v 10 dneh naredil 7 izpitov z levo roko z 10. Tako da je ves ta trud, ki sem ga vlagal, in jaz mislim, da sem kar precej truda vlagal v vse te stvari, se pol vedno obrestoval. Začel sem recimo ta program implementirati s Krimom in rokometno reprezentanco, ki jo vodi Marta Bon. Tudi tam je bila ena zanimiva zgodba, ampak mogoče o njej kdaj kasneje, ampak tam se je začelo leta 2013 in takrat smo tudi pod njeno taktirko, ko mi je dala vso svobodo. Torej, zanimivo je bilo in drugače od drugih trenerjev, da dejansko mi je zaupala in dala recimo tabula rasa, dala mi je škarje in platno, da sem stvari lahko izvajal po svoje. In rezultat je bil takrat tudi, da smo osvojili 2. mesto na mediteranskih igrah žensko reprezentanco. In potem sem dejansko začel tudi počasi razmišljati, da bi iz tega lahko tudi preraslo v druge športe. Ko smo s časom tudi začeli sodelovati z nogometnimi klubi, ampak začetki so bili bolj klavrni. Spomnim se, ko sem se obračal na neke manjše klube v 2., 3. ligi in jim poskušal te stvari predstaviti, so se mi smejali, so rekli, pa si ti sploh bil na difu, če govoriš take neumnosti. Nogomet je igra žogo, ni to padanje, vstajanje in prerivanje. Kje si to videl? In podobno debato sem imel tudi na fakulteti za šport z nekaterimi znanimi profesorji, tako da je bila pot do tega, kar je danes recimo program in je sorazmerno dobro sprejet v različnih športih, kar mučna. Ampak na začetku mislim, da vsake novosti, ki so ekstremne, glede na trenutno stanje ali pa smernice, ki se dogajajo, so ponavadi zelo težko sprejete. To ni po mojem nekaj novega. Ampak jaz bi te tu vprašal, na kak način si ti začel razvijati ta program? Ti si rekel pač, ok, zdaj tebe Marta Bon povabila, da si začel delovati kot kondicijski trener. Tako, kot kondicijski trener. Ti si zdaj pač poskušal neko svojo logiko, ampak kje si sploh dobil idejo, da bi se lotil teh zadev drugače? Meni je bilo vedno zanimivo, ko sem bral, kateri športniki so se v otroštvu ukvarjali z judom in dejansko, ko sem šel nekoliko bolj raziskovati te stvari, sem ugotovil,
da dejansko judo ima vsa tista osnovna gibalna znanja in spretnosti, ki jih mogoče naš šolski sistem ni vključil, torej znanje padanja, vsi igramo nogomet, košarko, rokomet, skačemo, dejansko nimamo pa nekih metodike učenja padanja. Torej, zanimivo je, kar 70% vseh poškodb pri športni vzgoji nastane zaradi nepravilnih padcev. Torej, mi imamo oziroma poznamo neko rak rano našega sistema in nihče se je ni lotil. In zdaj, jaz bi lahko to počel, tako kot počnejo drugi, recimo z nekim klasičnim učenjem judo padcev, ampak jaz sem hotel to padanje prilagoditi specifičnim situacijam v različnih športih in tudi v vsakdanjem življenju. In to narediti zabavno in zanimivo, ker nihče zagotovo ne mara padati po tleh in se tolči. Če pa to narediš na en zabaven način, s smehom, dejansko je tudi manj bolečine. Ok, in ti zdaj, se pravi, narediš prve priprave, rezultate imaš dobre, na kak način si pa takrat, rečemo, sam program oblikoval? Program se oblikuje sproti. Dejansko sem začel s temi padci in igral v kontaktu. In potem, ko hodiš po športnih igriščih, pogovarjaš se tudi po strokovnjaki v tujini in dejansko nekako identificiraš tiste ključne težave, s katerimi se oni soočajo in jih poskušaš reševati. Ker jaz sem vedno poskušal si postavljati vprašanje, zakaj določene stvari počnemo na tak način, šele pol dejansko lahko iščemo neke boljše načine reševanja tega problema. Če se zadovoljimo s tem, kar je in samo ponavljamo, bomo to znanje samo reducirali. Če pa hočemo biti boljši, moramo vedno ponovno raziskovati in si vedno postavljati nove vprašanja. Okay, ampak zakaj je pol zdaj, rečemo, padanje, kontakt, kaj se dogaja z telesom za to, da smo mi, da se telo razvija, ali pa ne vem? Recimo sami obrati oziroma rotacije telesa so izjemno pomembne, zato ker pri njih se formirajo sinapse, torej povezave med možgani, ki povezujejo različne predele možganov, da lahko tudi sprejemamo recimo boljše reakcije in tudi boljše igralne odločitve. Po drugi strani, zakaj je pomembno padci in igra v kontaktu? Zdaj, otrok, vsaj po teh izkušnjah, kar sem jih dobil iz različnih športov, se danes boji predvsem padcev in kontakta. In vidimo, kako recimo pri samem preigravanju grejo recimo tudi 2 metra okrog igralca. To ni najbolj ekonomično in tudi dejansko, če gledamo kot neko igro, je tudi težko tako igro izvajati timsko, ker je vse recimo precej robato. In torej, jaz sem razmišljal, da je potrebno otroke osvoboditi tistega osnovnega strahu. Torej, strahu pred udarcem, pred padcem, pred kontaktom in zato sem začel tudi te stvari povezovati. Kasneje, ko sem tudi nekoliko globje se posvetil samemu gibalnemu nadzoru, sem videl, da tukaj, tako pri padcih kot pri kontaktu, delujejo podobni vzorci gibalnega nadzora. Konec koncev, pri vsakem mi moramo znati amortizirati. Torej, ko pademo, ne gremo trdo, ampak moramo znati amortizirati to silo. Isto, recimo, ko se zaletimo v nekoga. In zanimivo, recimo, pri padcih ni samo to, da jih naučimo padati, da se ne bi poškodovali med padcem, ampak da bi oni, med tem, ko bi padali, že imeli dvignjeno glavo, ker bi vedeli, da se ne bojo poškodovali, gledali okoli, komu bojo poslali žogo. To je ena stvar. Druga stvar, več padcev, kot imaš v svoji karieri, recimo fizičnih padcev, bolj se boš znal padcem izogniti. To je potrebno tudi to neko količino in izkušnje predajati tudi preko padcev. Po drugi strani, pa ko govorimo o kontaktu, ki se ga ravno tako otroci bojijo in ne znajo v njem najboljše funkcionirati, ker konec koncev tudi sam učni sistem ne dovoli, da bi se otroci recimo ruvali ali pa pretepali, ker je to potencialno nevarno, ampak nevarno je samo zato, ker ne znamo postaviti pravih pravil. Sredno pravim, če imamo 2 otroka, ki so v šoli, recimo primeta, pa se malo ravsata, bi učiteljica mogla to pustiti. Ona se pa dejansko ustraši, da bi se karkoli zgodilo, jih da narazen in kaj se zgodi, dejansko ne da jim možnosti, da bi te stvari, ki so zakoreninjene v njihovih možganih, nekako izživljali, ker ravsanje je nekako zakoreninjeno v nas. Skratka, ko se prerivamo, je izjemno pomembno to, da se razvija en predel možganov, ki se imenuje somatosenzorna skorja. To je
tisti del možganov, ki sprejema informacije tako iz naših mišic, kot iz naših tetiv. In dejansko več teh informacij, ko dobimo, bolj se ta del možganov razvija. Torej, sam igralec ni podvržen samo neki dinamiki igre, pač pa tudi tega, da mu neki partner neprestano ruši ravnotežje in mora hitreje odreagirati. In ko se okrepi ta del, je recimo to izjemno dobra preventiva tudi za poškodbe. Konec koncev, ko neki nogometaš recimo zadrsi drugemu v noge, bo on tisti dotik začutil nekoliko prej in bo sposoben tudi odmakniti nogo recimo 1/100 hitreje, kar bo lahko tudi preprečilo hujše poškodbe. To je recimo izjemno pomembno, da je ta kontakt, ker gre za neko proprioceptivno dejavnost, ne samo recimo na kolenih in gležnjih, kar ponavadi izvajamo v klubih, pač pa za celotno telo, za trup, za ramena, za komolce, za zapestja, ki je seveda izjemno pomemben tudi v tistih okoliščinah, ko pademo, da znamo to amortizirati. Jaz tu sam bi mogoče tako, če jaz prav razumem, ampak mi ne govorimo zdaj, da bomo mi judo trenažni proces prenesli, ampak so samo judo neki deli, ki se pravi bolj v smislu učenja, kot pa v smislu treniranja juda. Na začetku, kot sem rekel, jaz sem prihajal do teh manjših klubov, sem hotel vzpostaviti neko sodelovanje, predvsem iz tega razloga, da bi naredil judo, oziroma da bi naredil nogomet bolj varen. In povabil sem recimo otroke iz nekega kluba, seveda ob seznanjenju trenerja, da pridejo v borilnico in se naučijo teh padcev, ker bojo recimo bolj varni in tudi samozavestni na samem igrišču. In ponovadi je bila reakcija trenerjev taka, da so gladko zavrnili stvar, ker so se bali, da jim hočemo otroke pobrati ali pa jih poškodovati. Tako da s časom je tudi dozorela ta ideja in mogoče tukaj tu je tisti delček inovativnosti, da smo najbolj uporabne vsebine iz juda, torej padce, ta prerivanja, te rotacije, razbremenjevanja, nekako prenesli v nogomet in to ni več judo, ampak to je recimo varen nogomet, bi ga se recimo poimenoval, ali pa varna košarka, varen rokomet, karkoli. Torej gre za prilagajanje teh vsebin nekim konkretnim športom in potencialno nevarnim situacijam v teh športih. Ampak telo, ko ga mi pač poznamo, generalno mi gledamo razvoj telesa od zunaj, se pravi, kako izgleda, ampak znotraj, tako kot si že zdaj rekel, se pač razvijajo ali sinapse, ali določen del možganske skorje. Za nek kvaliteten razvoj, ne vem, koliko pač poslušalci poznajo to zadevo, rečemo, za nas je zelo pomembno, kakšna je količina adenozina zvečer, da bomo lažje zaspali, To je tudi eno od teh stvari, se pravi, adenozin trifosfat je pač gorivo, ki ga mi pač uporabljamo, če zvečer ni dovolj potrošenega goriva, se pravi, da je samo adenozin, imamo verjetno bolj nemiren spanec, To je ena od stvari. Ampak znotraj tega se pa zelo veliko stvari tudi na hormonski bazi dogaja. A je to tudi v povezavi potem z tem, kar rečemo, tvoj program ponuja? Da je drugače od ostalih, tako. Mislim, zdaj ne vem, če je drugače od ostalih, ampak ena tistih ključnih stvari, ki jo jaz vedno poudarjam, je, da se moramo med treningom dobro počutiti, zabavati in da vse mora potekati preko igre. Zdaj, ko jaz to rečem, med trenerji včasih tudi malo čudno pogledajo, kje češ ti otrokom samo igrati ali pa celo nekim vrhunskim športnikom igro. Ampak igro potrebuje vsi. In dejansko mi se začnemo starati, ko začnemo izločevati igro. Torej, vsak potrebuje igro. Ene zanimive raziskave, ki sem jih bral, so pokazale, da so igre, ki smo se jih igrali v otroštvu, izjemno dobra prevencija pred depresijo. In dejansko tudi nekateri menedžeri, ki so recimo izgoreli, so hodili k psihologom, psihiatrom in nikako niso mogli priti iz tega brezna. Potem so se pa začeli igrati otroške igre, torej skrivanje in take podobne stvari v parku z otroci in dejansko je pot iz brezna kar naenkrat našla tudi rešitev. Tako da igra je zelo pomembna, tudi kot si omenil prej, zaradi hormonalne ravni, ki se izloča, recimo imamo kar nekaj teh hormonov, ki pospešujejo gibalno učenje.
pospešuje spanec. Zdaj, prej si govoril o adenozin trifosfatu. Izjemno pomembno je, da je naš spanec trden, ker če ne prije do trdnega spanca, dejansko ne prije tudi do regeneracije. Pomembno je tudi, kdaj gremo spat. Recimo, da je prava ura, ko gremo spat. Recimo, konec koncev izjemno pomembno je tudi pravo ležišče, ker če je ležišče premehko ali pa pretrdo, dejansko se bomo prebujali in ne bomo mogli dejansko povezati 4 faz spanja, ki so izjemno pomembne za samo regeneracijo. Med samo igro in med spanjem v REM fazi, torej ko se naše mišice izklopijo, so izjemno pomembne in podobne vibracije. Torej, to so tista obdobja, ko naši kratkoročni spomini prehajajo v dolgoročne spomini, torej takrat se učimo. Torej, mi se ne učimo samo na igrišču, ampak tudi v neki kasnejši fazi se te recimo povezave in spomini konsolidirajo. In zato je pomembno spanje in pomembna je igra, ker ob pozitivnih hormonih bo nastajalo konec koncev tudi več novih možganskih celic in se bomo tudi hitreje naučili. Zdaj, zanimivost, mi imamo v naših možganih en predel, ki se imenuje amigdala, to je center za strah. In bolj, kot je otrok pod nekim stresom ali pa v strahu, manj bo delovale ta sprednji del možganov, ki mu pravimo prednji režim, ki je pa pomemben za zagotavljanje pozornosti, sprejemanje odločitev, za tudi nekako čustvovanje v določenih okoliščinah. Tako da izjemno je pomembno, da otroku omogočimo neko sproščeno vzdušje, kjer bo dejansko lahko napredoval in se tudi zabaval in na ta način tudi hitreje učil. Zanimivo, recimo, ko sem predaval v Španiji, je predaval tudi en trener iz Real Madrida in on je rekel, če se otroci med treningom nasmejejo, vzame en kemik in reče, ga stisnite ga med zobe in ko ga stisnejo med zobe, pošlje naše mišice signal v možgane, da smo mi dobre volje. In na ta način jih prelisičimo in spet začnejo se izločati pozitivni hormoni. Tako da naši možgani so izjemno pomembni, ker so narejeni za gibanje. Mi smo narejeni za gibanje in to premalo kar poudarjamo. Mi ne smemo gledati na gibanje kot samo na neko dejavnost, ker izgubljamo neko odvečno maščobno tkivo ali pa gradimo kosti ali pa razvijamo srčno-žilni sistem, ampak je to organ dejansko za preživeti. In to tudi vedno pravi tudi en večjih strokovnjakov za razvoj možganov Ranko Rajevič, ker dejansko razlika med živimi bitji, ki se gibajo in tistimi, ki se ne gibajo, da tisti, ki se ne gibajo, ne potrebujejo sploh nevronov, torej možganskih celic. Mi pa jih potrebujemo, zato ker naše gibanje je dejansko reševanje tridimenzionalnih ugank neprestano, zavestno ali pa nezavedno. Okay. Tu meni en tak zanimiv podatek mi je vmes prišel zdaj na misel. Pač poslušam knjigo avtorice, ne vem, kjer je zdaj, v glavnem High Five Habit in je znotraj, rečemo, bila omenjena raziskava NBA ligi, da ekipe, ki so na predsezono, so že bile toliko povezane, da je bilo zelo veliko tega fizičnega kontakta, so v primerjavi z ostalimi ekipami, ne? Se pravi, tiste, ki so imeli več kontaktov, teh petk, pa treplanja po hrbtu, pa po riti, pa tako naprej, da dosežejo, da so bile ponavadi vse potem tudi v končnici lige NBA. Omenjam pa zaradi tega, ker sem jaz poslušal teh tvojih prvih 10 minut, žal takrat nisem mogel biti do konca na tvojemu predavanju, ne, si ravno to tudi omenjal, se pravi, da ni samo kontakt to, da se mi zaletavamo, ampak je tudi ta spodbuden kontakt, da je zelo pomemben. Zakaj? Hvala za to vprašanje. Torej, v bistvu preko kontakta in se izločijo v največji meri tudi hormon oksitocin, to je hormon ljubezni. Zdaj, recimo, če otrok začne jokati, mu mama ne poskuša dopovedati, naj neha jokati, ampak ga objame. In v tistem trenutku se tako pri enem kot pri drugem izloči ta hormon in hkrati pomiri enega in drugega in ju poveže. Zakaj je pomemben kontakt? Recimo, če že pogledamo, kot si omenil, recimo odbojko, naredijo točko pri odbojki, ali se vrnejo nazaj na svoje mesto in igrajo naprej, ali pridejo pa se udarijo po ramenu, kot je rekel petico ali pa po riti. Izjemno pomembno je, ker preko tega fizičnega kontakta in hormona oksitocina, ki se posledično v največji meri ravno preko kontakta sprošča, mi ustvarjamo neko povezanost med posamezniki in tudi nek skupinski duh. Vse to je dejansko zelo znano, zdaj mogoče ni bilo tako ubesedeno,
ampak dobro vemo, ko vsakič, ko nogometaši zabijajo gol, grejo na kup, se stisnejo, se objemajo. In zagotovo to, da je več kontakta, vpliva tudi na povezanost med samimi igralci in tudi boljše vzdušje v ekipi. Ampak meni je zanimivo, rečemo, včasih se pač diskutiramo tudi, ko govorimo o vseh teh kontaktih, skokih, naporih, tako, ne. Jaz provociram vedno, sicer za mlajše poslušalce, verjetno Wall-E risanka je že zelo daleč nazaj, ne. Mislim, da je leto 2008, jaz še imam nekaj malih otrok, pa še to malo gledamo vsake toliko časa. Ampak noter je, rečemo, ena zelo zanimiva zadeva, ne, da poznaš slučajno to risanko? Sem prestar, po moje, eni so premladi, eni so pa prestari. Ja, okej. Gre se samo za to, da v glavnem planet Zemlja je prezastrupljena in živijo ljudje na neki vesoljski ladji, ampak zadeva je, da so v foteljih, kjer imajo vse, se pravi, v foteljih vozi vse posod okrog, ne. In v neki točki, ko bi se morali ustati, ne, pridemo do tega, da je njihovo okostje, ko se pele čez rentgen, tako kot od kita, ne. Se pravi, ne pride več do konca, kosti so tanke, porozne in tako, ne. Koliko je ključno v resnici tudi za razvoj, da so kosti bolj čvrste, da so bolj goste, ker vemo, da če ni gibanja, ne, ko začne tudi ne razpadati, ampak se degenerira, v smislu ne potrebuje več toliko kostne mase. A je to tudi eden od faktorjev, rečemo, ko bi jo ti želel sprožati tu noter v tem svojem programu? Ja, zagotovo. Zdaj, kost se krepi preko stresa, torej preko udarcev, padcev, kot si omenil. In kost lahko krepimo nekje do 25. leta. Zato je pomembno, da v mladosti imamo čim več teh trkov in podobnega, ker na ta način krepimo našo kost. Spet, krepitev kosti je povezana z nekim odzivom naših možganov na potrebe, ki nastajajo. Torej, ko kost dobija udarce, dobijo naši možgani informacijo, da je potencialno to nevarno in zato pošiljajo signal, naj se kost začne krepiti. In na ta način deluje celoten naš organizem. Zdaj, če govorimo potem o vseh teh stvareh, kar smo do zdaj prišla, ne, moramo pa potem res biti zelo pozorni, da je celoten program in upoštevati vse dejavnike, ki delajo, se pravi, ki razvijajo telo. S tem, da, če se midva zdaj predstavimo, rečemo, v otroški del, ne, kjer je rast in preverjanje sposobnosti tak čist nek ključen moment, ki nas zelo poganja naprej. Si boš nekaj zapisal, da me boš še... Ja, veš kaj, da ne pozabim, ker... Okej, a želiš kaj povedati, preden postavim vprašanje še? Veš kaj, prej si govoril, prej smo govorili o tej v bistvu kostni masi. Okej. In spet, tukaj je napaka. Prej smo govorili, da kost potrebuje stres, torej udarce, mi po drugi strani nogometaše učimo samo stvari praktično, ki delajo z nogami, skoke in se živo. In dejansko, kaj se zgodi? On skoči, pade, se lovi na roke mu poči. Ker dejansko nima teh izkušenj, tudi njegovi možgani niso nikoli začutili te potrebe do te mere, da bi pošiljali impulze, da bi se krepili tudi recimo zgornji sklepi. So izjemno to pomembno. Dejansko, da se krepi celotno telo, predvsem v teh ranih fazah, ko je tudi možganovina najbolj plastična in najbolj prilagodljiva. Pa tudi telo se dejansko najhitreje razvija. No, ampak zdaj, če midva lahko, super komentar, ne? Zdaj, če se lahko vsem predstavimo, pa bomo potem mogoče prišla v odraslo obdobje tudi, ne? Otroci zagotovo so ves čas pred tem, da preverjajo svoje sposobnosti. Hormonska baza, ne vem, pač vemo, ko so te faze intenzivne rasti, ne, in 3. leto, 12. leto in tako, ne. Takrat je tako itak vse divja, ne, tudi bolj agresivni so, sploh fantje tam pri 14. 15. letu, ko začne testosteron bolj intenzivno delati, pridobivajo na mišični masi in vse ostalo. Ampak vmes so pa vse te faze tudi takrat, ko, ne vem, bo telo bolj intenzivno raslo, kost nekoliko
je manj čvrsta, ne? In je bolj izpostavljena tudi kakim pokom ali pač zlomom. Ampak vseeno, ti govoriš, da bi lahko, ali pa da je želja, ali pa da imaš program narejen zelo tako v nekih starostnih skupinah, ali lahko tvoj program se izvaja praktično v katerikoli starostni skupini? Jaz sem vedno poskusil, da bi program bil primeren za vsakega. Zdaj, jaz zelo podobne vsebine lahko izvajam z otroci, recimo od 8., 9., 10. leta, pa do recimo vrhunskih športnikov, pa tudi rekreativcev, ki so mogoče že prestopili 50 ali pa 60 leto. Gre samo za, vsaj tako kot jaz vidim, za drugačno podajanje informacij, drugačno dinamiko, drugačne sile delujejo, oziroma drugačni so tudi kontakti, ampak izjemno podobne vaje. Ker konec koncev mi moramo gledati, da razvijamo celotno telo in recimo, da ohranjamo naše možgane aktivne. In to je tista stalnica, ki mora biti na vseh področjih. Pa imaš ti, rečemo, znotraj tega, da je bolj izraženo, da se mi pogovarjamo o razvoju moči ali o razvoju gibljivosti ali o razvoju koordinacije, se pravi, aj tukaj so deli, ki so bolj izraženi, ali gledaš na to, da bo zadeva zelo povezana med sabo? Jaz gledam na povezavo, ker to, da smo mi poimenovali nekaj kot moč, koordinacijo, gibljivost, eksplozivnost, timing, karkoli, to so samo naše umetna poimenovanja. Tukaj gre za delovanje našega telesa v različnih okoliščinah. Tako da jaz poskušam narediti en tak hibrid vseh stvari, ki jih športnik potrebuje v nekem razvoju, pa tudi recimo kot vrhunski športnik, in da bi te stvari dvigali. Zdaj, recimo, če pogledamo, samo borba v kontaktu je izjemno fizično naporna in se tudi vzdržljivost v moči izjemno razvija. Obstajajo tudi različne vaje gibljivosti, tudi med samim padanjem moramo pravilno zadržati položaje in dejansko kot neka zunanja sila tudi odpira sklepe do določene mere, se tudi gibljivost razvija. V vsakem primeru je izjemno pomembna ravnotežje, koordinacija, torej razvijamo v prvi vrsti male možgane. Mali možgani so športni del možganov, bi lahko rekli. Tam imamo 3 vhode in v bistvu en vhod je za tonus mišični, drugi je za ravnotežje in tretji je za koordinacijo. In ravno to povezovanje, to sinapsami med njimi 3 naredi neko gibanje bolj koordinirano in recimo bolj tekoče in da potrebuješ tudi bistveno manj energije za ga izvesti. In tukaj bi mogoče tudi rekel, da ko sem diplomiral na fakulteti za šport in sem bil trener judoistov, sem nekako razmišljal, da če jih bom dobro natreniral fizično, da bojo oni uspešni. In bili so sorazmerno uspešni, ampak recimo tudi kasneje, ko sem študiral na doktorskem nivoju, sem začel raziskovati gibalno učenje in gibalni nadzor. Takrat sem ugotovil, da bojo potrebovali bistveno manj energije, če bojo dejansko stvari znali pravilno izvajati, ali pa biti mogoče še anticipirati nasprotnika. Danes pa nekako gledam na samo športno dejavnost iz tega vidika, da se mi moramo znati z vadečimi povezati in imeti ta občutek oziroma povezano z njimi, če hočemo, da bi oni dali vse od sebe in da brez tega se ne da. In zanimivo, recimo tudi zdaj, ko sem se pogovarjal v Španiji, je Diego Martinez je zdaj prevzel Espanyol in on pravi, da ni ne tehnike, ne taktike, če se trener s svojimi igralci ne more povezati. To je pa izjemno in zanimiv mlad trener, ki je vzel Granado v drugi ligi, prišel takoj zatem v prvo ligo in se uvrstil v Ligo Evropa in takrat tudi na San Paulu premagal Napoli. Dejansko ima izjemno zanimive ideje in tudi precej dela ravno na tej povezavi trener-igralec, ker sami dobro vemo, da praktično v teh najvišjih ligah so vsi odlični igralci. Stvar je to samo, koliko trener je sposoben iz njih izvleči. To je tako, ko je profesor Karplik do tebe pristopil pa te zmotiviral, da nisi upal se naučiti za naslednje izpite, ali kaj? Ne, mislim, Karplik je samo lepe stvari, tako da. Ne, pa rejim, da na tak način Martinez deluje, se pravi, da povabi potem igralce, da čutijo soodgovornost v grajenju in da ne pridejo sam trenirati. In spet, tukaj je ta odgovornost, kot si rekel, vsak mora nositi svoj del odgovornosti, ampak mora dobiti tudi del aktivne vloge.
Ker sami dobro vemo, da bomo bistveno več pripravljeni narediti, če se bomo čutili tudi, da smo sami nekakšni soustvarjalci nekega programa. Popolnoma se razume, da vadeči ne more biti tisti, ki kot edini kroji nek vadbeni proces, ampak tudi na njegovo samozavest in pripadnost bistveno bolje vpliva, če mu trener omogoči, da določene dele procesa tudi sam svetuje in pove, kaj mu najbolj ustreza. Tako da ta aktivna vloga je izjemno pomembna. Okay. Vmes si omenil gibalno učenje. Nam lahko poveš, kaj to pomeni? V bistvu, kako se, čisto poenostavljeno bom rekel, neko novo gibalno znanje oziroma gibalno nalogo naučimo. Zdaj, včasih smo govorili o tem, da tudi Eriksonovo pravilo je 10.000-krat ponovi in boš lahko prišel do znanja eksperta, ampak recimo že, ko smo mi študirali, so bila ta znanja na tej ravni. Danes pa dobro vemo, da je kar nekaj tistih faktorjev, ki vpliva in lahko pospešuje samo gibalno učenje. Recimo tukaj gre način podajanja navodil, recimo osredotočenost samega vadečega oziroma trenerja, na kaj ne se osredotoči, ko sprejema navodila. Recimo sama dinamika izvajanja vaje. Vemo, da recimo, če neko gibalno nalogo ne izvajamo samo v smeri naprej, čeprav jo bomo konec koncev v igri gledali samo naprej, izvajamo lahko tudi samo v smeri nazaj, levo, desno, pa diagonalno vse smeri, bomo bistveno hitreje napredovali. Zanimiva strategija je tudi tako, da začnemo gibalno nalogo kot recimo roboti. In to je izjemno zanimivo in zabavno za otroke, izvajati izjemno počasi in pol stopnjujemo. To je ena od strategij, ki pospešuje učenje, ali pa izvajanje stvari v nasprotnem vrstnem redu, ali pa sama fragmentacija, torej da neko gibalno nalogo razdelimo na manjše dele in jih v recimo na ključnih zaporedih izvajamo. Tako da naši možgani dobijajo bistveno bolj kompleksne informacije in na ta način lahko hitreje nekako osvojijo neko gibalno nalogo. Pa koliko časa, recimo jaz dostikrat sem se boril z starši v razumevanju, kako dolgo potrebuje, ne vem, otrok, da osvoji neko novo znanje. Kakšne imaš ti izkušnje pri osvajanju novih motoričnih, kompleksnih znanj? Vidiš, ravno tukaj je zdaj moje izkušnje. Zanimivo je tukaj, da so te izkušnje odvisne od učitelja. Torej, kako bo učitelj omogočil, da se bo otrok, kot smo prej govorili, dobro počutil, bo imel več hormonov, teh pozitivnih, ki mu bojo olajšali tudi gibalno učenje. Ena od večjih napak, ki jih počnemo tako trenerji kot recimo starši, je to, da poskušamo otroke zaščititi. In dejansko mi postavljamo omejitve. Če bi pustil otroka samega in da tvega, seveda nadzorovano, bi otrok bistveno hitreje napredoval. Jaz mislim, da otroci lahko izjemno hitro napredujejo, če jim omogočimo prave okoliščine. Torej, moramo jim dati svobodo, moramo jih naučiti varnosti znotraj tega, da ne pride poškodb, in dovoliti, da te stvari, da se učijo sami. Recimo, kar se tiče mojega programa, recimo v 2 urah lahko jaz otroke naučim razbremenjevanja, padanja in igre v kontaktu. Seveda je to potrebno kasneje tudi ponavljati, ampak tiste osnove se otroci lahko zelo hitro priučijo. In tudi ta znanja so izjemno dolgotrajna, ker vem, recimo sem se vrnil v en klub po 2 letih in praktično otroci so izvajali stvari fenomenalno, kot takrat, ko smo jih izvajali prvič. Ampak koliko časa pa potrebuje, da prije neko novo motorično znanje do avtomatizacije potem? Saj pravim, to je različno od številnih faktorjev in recimo en trener bo to dosegel bistveno hitreje kot drugi, ampak jaz mislim, da je izjemno pomembno, da se, ko se učimo v procesu samega učenja, da raje večkrat po malem določene stvari prenašamo, kot recimo, da damo eno vsebino enkrat, pa jo ponovimo čez en mesec. Raje dajmo vsak dan 5 minut neke vsebine, ker na ta način se dejansko innervirajo tudi naši možgani in tudi lahko se otroci učijo in se bojo bistveno hitreje naučili samim 5 minutami na dan. In potem grejo spat, da se sinapse povežejo do konca in naslednji dan pol znaš. Ja, recimo s časom zagotovo pridobijo na znanjih, pridobijo tudi na samozavesti, ker konec koncev za otroka je izjemno pomembno, da ima ta občutek napredka.
In tukaj ima veliko težo tudi sam učitelj oziroma trener, da mu prilagodi vaje, da bo otrok imel ta občutek. Ker tisto, če si res ne želimo, da bi otroku upadla motivacija, ker pol ga je res težko iz nekega brezna potegniti ven. Ja, ampak vse, ne, zdaj, če provociram čist do konca, ne, ko gledamo mi dojenčke, ne, preden začnejo se obračati, pa kravce past, pa se plaziti, pa laziti, pa tako naprej, ne, koliko je to veliko poizkusov, preden pač dojenček uspe priti do tega, da bo hodil in kolikrat bo padel, preden bo stabilno hodil, kaj šele, da bo prišel do nekega teka, ne. Zato jaz pač včasih hočem to reči, no, da ko imamo mi neka zelo nova znanja, ki so izven tega našega že osvojenega, ne, znajo trajati do avtomatizacije, da ko govorimo o nogometu, ne, da lahko vodi žogo, opazuje okolico in vse ostalo, da to se ne zgodi v 2 urah, upam, da ne, no. Ja, res. Pol sem res slab trener. Ne, mislim, imaš popolnoma prav in tukaj si izpostavil eno pomembno stvar. Recimo, pri otroku šele se razvija ta, recimo, centralni živčni sistem. In moramo mu dati dovolj časa, da se razvije. Dejansko ogromno je poskusov in ogromno je napak, pri katerih se nauči. Kar je zanimivo, da, kot smo prej govorili, so naši nevroni, naši možgani narejeni za gibanje. Zdaj, če otrok ne bi imel te notranje potrebe po gibanju, bi cel dan samo spal. Ampak ravno preko tega poskusov gibanja, recimo spoznavanja okolja, spoznavanja sebe in drugih ljudi, zaradi tega potrebe naših možganov, se on lahko razvija. In dostikrat tudi rečem ta primer, da v bistvu, ko starši pridejo po otroka v šolo ali pa v vrtec še raje, in reče, zdaj se pa obuj, gremo domov, otrok dejansko se malo obuva, malo gleda rožice, malo gleda druge copate in dejansko on je popolnoma v svojem svetu. In mi mu moramo dovoliti dejansko, da je on v svojem svetu. Nam se mudi in zato njemu in njegovim možganom vsiljujemo svoj ritem. Prej, ko si govoril o napredovanju učenja. Seveda, učenje napreduje hitreje, ko imamo že oblikovane določene strategije. Ampak za te strategije potrebujemo čas, potrebujemo vadbo, potrebujemo poskuse, potrebujemo napake. In zelo pomembno je, da mlajši kot je otrok, bolj ima recimo učljive možgane. Zato je izjemno pomembno izkoristiti ta odprta okna v gibalnem in tudi kognitivnem razvoju pri otroku za to, da bi se določenih stvari naučil. Otrok mora padati in tisto, kar lahko najboljše naredijo starši, recimo mu dovoliti, da pada, torej da dela napake in se iz tega uči. Ne pa dejansko ga držati za roko in mu ne omogočiti padanja. Mimogrede, zdaj recimo pri nas v Sloveniji so se v zadnjem obdobju lotili, da bi izdelovali varna igrišča, ker so naši otroci v nevarnosti, da bi se poškodovali. In dejansko, kaj smo ugotovili? Ugotovili smo, da bolj kot otroka varuješ, več poškodb bo imel kasneje. Popolnoma nasprotno pa v Skandinaviji gradijo ta nevarna igrišča in omogočajo otroku to tveganje, nadzorovano tveganje, da se spoprijema recimo z nevarnostmi in tudi jih rešuje. In na ta način dejansko tudi kasneje je bistveno manj poškodb. Torej otroku dovoliti, dati okoliščine, ki se bo razvijal, mu dati to svobodo. Svoboda je neprecenljiva. In še ena zanimivost, recimo, ko so delali eno raziskavo in gledali kreativnost igralcev, pri tistih, ki so v otroštvu se udeleževali nekih vodenih vsebin in tisti, ki so se igrali recimo sami, brez neke supervizije staršev ali pa trenerjev, so ugotovili, da so tisti, ki so bili sami zunaj, bistveno boljše razvijali to kreativnost. Pa še ena stvar, kar je po mojem mnenju izjemno zanimiva, je, da otrokom moramo pustiti to svobodo in da razvijajo socialne veščine. Dostikrat povem tudi ta primer, da mi, ko smo bili mlajši, prej, ko sem ti govoril, smo igrali na nogometnem igrišču po dolžini, smo imeli starejše fante, ki so pa igrali košarko. Vsi so bili 2 glavi višji od nas, težji, veliki in dobro smo vedeli, ko so oni zaštartali v akcijo preko našega igrišča, smo mogli ustaviti, sicer takrat nič nenavadnega, smo dobili kakšno brco, pa še žoga letela na streho. Torej, mi smo dobro vedeli, kaj si lahko privoščimo starejšimi in vedeli smo, da lahko tiste male, ki so tam kopali po pesku, pošljemo po žogo. Tako da je bilo res
šport je bistveno več kot samo urjenje nekih mišic, ampak je tudi to socialno prilagajanje in tudi razvijanje samozavesti. Jaz mislim, da je premalo govora o tem, na kakšen način lahko pri športniku oziroma pri mladem človeku ravno športom razvijamo samozavest. In tukaj imajo trenerji zelo, zelo pomembno vlogo, tako kot starši, da otrok v bistvu ne pritiskajo dol, ampak jim dovolijo, da dvignejo krilja in letijo. Zdaj, prvi polčas ima že odigrala, imel si malo daljši monolog, tako da je šlo 5 minut še zraven, čez, malo šale. Ampak ja, to, kar si zdaj poudaril, jaz se dostikrat pač gremo v pogovor, ugotavljamo, da ne samo starši, ampak cela družba je postala drugačna. Včasih je, pač, vsaj jaz imam tak občutek, da nas je ulica, se pravi, kdorkoli od odraslih je bil zunaj, nas je tudi vzgajal. Danes nas ne sme nihče, mislim, drug vzgajati otroka, razen lastni starši. To je en del, drug del je pa, da ko si prišel ti na igrišče, si zelo hitro, ali na nek način smo na koncu, nam se je verjetno zdelo hitro, mogoče je pa trajalo 2 ure, se ne vemo več, ampak na koncu smo vzpostavili nek sistem, kako bomo delovali. Se pravi, smo našli neke rešitve. Ravnovesje. Tako, ja. In rečemo to, se pač pogovarjamo tudi v šoli, glede na to, da jaz to šolstvo delam. Mene samo zanima ta del, ko si zdaj razlagal, koliko imaš ti potem občutka ali pa izkušenj glede na delo, da ob tem, da so samostojni, da postajajo potem tudi bolj odgovorni. Ja, zdaj v bistvu prej smo govorili o ulici, ki vzgaja. Dejansko ulica je vzgajala, starejši otroci so vzgajali, mimoidoči so vzgajali in zdaj mogoče težava je v tem, da starši zaradi neke narave dela imajo bistveno manj časa in nimajo več toliko časa, pa tudi energije, da bi vzgajali lastne otroke. Zato jih pošiljajo na ene delavnice, druge delavnice, tretje delavnice, nimajo tega trenutka vzgoje tako izrazite, kako je bil včasih. Po drugi strani tudi šola kot vzgojno-izobraževalna recimo ustanova izgublja ta vzgojni moment in postaja vse bolj izobraževanje, ker otroke v bistvu samo filamo z nekimi znanji. In zato tukaj manjka ta ulica, kot si rekel, vzgojna ulica. Kot sem rekel, vzgajali so nas tudi starejši otroci in tega danes ni. To je velik problem. Zdaj, če se ponovno gremo nazaj na ta tvoj program in na razvoj otrok, kaj je tisto ključno, ki se tebi zdi, da v tem zgodnji otroški fazi, da program pač omogoča in na kak način bi ga ti želel implementirati v proces treniranja? Zdaj jaz neko podobno različico tega programa izvajam v judo klubu tudi z najmlajšimi, torej 4 do 6-letniki. In zanimivo je, da včasih so se malo posmehljivo rekli, to je slab učitelj športa, on jim vrže žogo in pusti, da igrajo. Ampak danes, ko človek malce se poglobi v te stvari, vidi, da je to ena izjemno pomembna stvar. In če je to ta učitelj delal načrtno, je naredila izvrstno stvar. Torej, omogočil je otrokov, da so si postavili pravila igre in se jih držali. Mi pa smo vajeni otrokom vedno postavljati določena pravila in od njih zahtevati neko ubogljivost. Če mi otroku neprestano postavljamo pravila, delamo z njega boščaka. Ne bomo nikoli mogli imeti kreativnega otroka. Ne bomo nikoli mogli imeti takega dejansko, ki se bo dobro odzival na sodelovanje v družbi. To je tudi ta moment športni, dejansko, ko prepustimo otrokom, da se sami dogovorijo, mogoče tudi na samem začetku treninga, in to počnemo s kolegom Janezom, da prvih 10 minut damo otrokom možnost, da tečejo, se prerivajo, se pretepajo, vse do tistega, dokler je še varno. Tudi če steče kakšna solza, nič narobe. Oni morajo dejansko preverjati, dokot lahko grejo in kje se pač morajo ustaviti. In to je tista šola, ki je izjemno pomembna in jo preko športa prenašamo. Namen našega oziroma mojega programa je ravno to, da bi otrokom izboljševal samozavest. Ker samo samozavesten otrok bo tisti, ki bo stvari poskušal in se bo na ta način tudi razvijal.
če ga ne bo hromil strah, pa naj si bo to pred samimi poškodbami, bolečino ali pa pred samo zavrnitvijo, ker dostikrat tudi ugotavljamo, da tudi trenerji lahko drugačne odgovore od pričakovanih zatrejo. In marsikdaj ugotovimo, da ravno otroci so lahko naši najboljši učitelji, če jim to dovolimo. Če mi otroku podamo neko navodilo verbalno in pustimo vsakemu otroku, da naredi po svoje, bomo videli, da je kar nekaj takih rešitev, na katere mi z našimi, recimo, strogo usmerjenimi možgani ne bi nikoli prišli. Otroci pa so kreativni, dokler jim te kreativnosti ne vzamemo. Torej, namen je razvijati to kreativnost, samozavest pri otroku, narediti šport bistveno bolj varen in tudi bolj, recimo, uspešen, svoboden, povezovalen. Konec koncev, mi smo vsi ljudje in je zelo dobro, da se ravno preko športa tudi povezujemo, vzpostavljamo neke odnose in stike. Tako da je, recimo, večplastni sistem. Sam se nisem omejil samo na neka znanja kineziologije, pač pa sem poskušal v to vtkati tudi znanje iz nevroznanosti in pedagogike, ki je izjemno pomembna. Nedavno sem tudi predaval na rokometni zvezi in tam je trener Vranješ rekel, če želim, da moji igralci teče po igrišču in moram dati, da na igrišču teče. In iz tega sem jaz tudi razvil neke osnovne predpostavke, če hočem, da moji otroci oziroma otroci, s katerimi delam, razmišljajo in se razvijajo v mislece in moram dati izzive in dati dovolj časa, ker sami vemo, da sprva to poteka nekoliko počasneje, ker se še možgani formirajo, in dati izzive in dati možnost, da razmislijo in naredijo po svoje in na koncu tudi pohvali. Na ta način in dejansko razvijamo tudi kognitivne sposobnosti, razvijamo kreativnost in razvijamo in samozavest. In seveda, oni so bolj vključeni v ta proces, prej smo govorili o aktivni vlogi, ki je zelo pomembna. In ravno tako, če želimo, da se otrok bori na igrišču, recimo na nogometnem igrišču, košarkarskem, ali pa konec koncev v judo borbi, mu moramo postaviti pravila, da je on varen in mu dovoliti znotraj teh pravil, da se bori. Mi pa pričakujemo od otroka, recimo, ali pa tudi kasneje igralcem, da bojo šli na nož, teh znanj pa nimajo. In na ta način jih spravljamo v veliko nevarnost. Torej, osvobodimo igralce strahu, naučimo jih teh osnovnih stvari in pošljemo jih v ogenj. Naj se zabavajo. Moje izkušnje sem se ponovno spomnil, ko smo se pogovarjali o tem, da se ne otroci čim več lovijo. Sicer je bila to ena kolegica moje šole, upam, da mi ne bo zamerila. Ampak je bilo, tako smo se pogovarjali, naj se otroci na razredni stopnji čim več lovijo, gor dol, različne vrste lovljenj, kjer morajo med drugim tudi sodelovati in tako naprej. In potem ona reče, ja, sam, kaj če bo pa otrok padel, ne? Pa sem rekel, sam tako ne, ja, sam, kaj če se bo pa potem pobral? Ja. In je bilo tako, ja, sam si lahko pa roko zlomi. Ja, lahko tudi letalo pade na šolo noter. Je sicer mala verjetnost, ampak je pa, ne? Ja, saj to je tisto, ko smo govorili, da dejansko sami prenašamo na otroke določene racionalne strahove. To predvsem ženske počnejo, ker dejansko so bistveno bolj povezane z otrokom in prestrašene. Dejansko, če pogledaš v družini, je oče vedno tisti, ki več dovoli in več tvega in tudi dovoli. Tako da včasih je treba kakšno stvar tudi izven tega vidnega kota mame narediti. Se skrit, pa malo divjati. Ok, ampak zdaj rečemo, če imam jaz skupino 10-letnikov, 11-letnikov, ponovadi ti otroci trenirajo 3 do 4 na teden, kolikokrat bi se ne, pa za kakšen obdobje bi se ne te stvari, ki jih ti počneš, vključevale v proces treninga? Zdaj, jaz lahko recimo rečem, kako to naredijo tudi v nekih akademijah. Oni v bistvu imajo, recimo, če razdelijo ogrevanje v 15 minut, imamo nekatere vsebine, ki so popolnoma drugačne od tistih, ki jih izvajamo. Temu rečemo multisport koncept. In izvajamo čisto drugačne oblike gibanja, ker so aktivirane druge mišice in delovanje tudi drugačno, recimo tudi sklepi se drugače obremenjujejo. 5 minut. 5 minut na to damo neko igro, izjemno pomembno igro, ker igra je tista, ki nas bo v večji meri tudi motivirala in tudi aktivirala naš centralni živčni sistem, da bomo pripravljeni. Torej, potem kot drugo damo neko podobno igro
ampak ne enako in zadnjih 5 minut lahko naredimo tisto bolj, recimo, specializirano ogrevanje. Sam sem tudi pristaš tega, da nimamo tistih sokolskih vaj, kot jih vedno počnemo. Sam se spomnim, ko sem bil dol na Bonifiki in sem gledal, kako razredne učiteljice razvijajo otroke pri teku, dejansko postavljali so jih v krog in otroci so krožili z glavami, krožili z rameni, z rokami in dejansko na ta način so se oni ogreli za kros. Tako da šlo je za popolno nerazumevanje vsega skupaj. In jaz sem pristaš tega, da otrokom ponudimo neke igrice, ki bojo na podoben način razvile oziroma ogrele tiste predele telesa in tudi dvignile samo motivacijo pred tistim glavnim delom. Ok, pa nam lahko daš nek primer, ali moramo priti k tebi? Lahko dam primer. Zdaj, meni je mogoče znan primer. Jaz sem se, ko sem bil del skupine za gibalno pismenost pri Košarkarski zvezi, in rekel, ali je potrebno ogrevanje. In smo dejansko vsak je povedal svoje in je rekel, gledajte, ko je lev zalaufal za človekom, kaj se je ogreval, pa začel bežati, jaz sem zbežal. Tako da takrat se sproži ta adrenalin in dostikrat ogrevanje ni do te mere nujno. Je pa seveda pri nekih ponavljajočih obremenitvah, ko je človek tudi utrujen, je dobrodošlo. Sam vem, da sem se začel ogrevati, kako je to malo brutalno na fakulteti za šport. Smo začeli malo bolj resno ta ogrevanje izvajati in od takrat se ne morem začeti treninga, ne da bi se ogrel, ker se tudi telo navadi. Ja, sej to je to, po moje, da glavno catch je, da je telo tisto, ki se adaptira na nove zahteve. Ne? Ampak je pa zanimivo, da ga lahko adaptiramo, da se ogreje tudi preko iger. In jaz vedno mislim, da so najbolj učinkovite igre, ker dejansko dvignejo tisto motivacijo na samem začetku. Izjemno pomembno in tukaj je tista ena ključnih nalog trenerja, da pride z nasmehom na trening, da dvigne igralce, ker dejansko, jaz vem, ko sem recimo pri matematiki imel težave in nisem razumel ničesar. Enkrat po nesreči me je nekaj učiteljica pohvalila in takrat sem jaz vse razumel. Torej, se ti odprejo določene dodatne dimenzije zaradi teh pozitivnih hormonov, zaradi sreče in začneš kar enkrat razumevati. Zato je tudi trener tisti, ki mora priti pozitivno in dejansko odpreti glave otrokom. Se pravi, ni vedno problem učenec, ampak dostikrat je problem, kako nekdo predstavi učencu zadevo. To zagotovo, ja. Zdaj, vem, da ne vem, kdo v oddaji je že rekel, no, tako, dostikrat je problem, da trenerji ne govorimo jezika igralcev in igralec ne razume, kaj mi želimo od njih, da se počne. Ampak zdaj, če govorimo o teh tvojih 15 minutah, ne, kaj bi naj ti otroci delali kot primer? Zato sem rekel, ne, v teh prvih 5 minutah, ko si rekel. Jaz vedno poskušam dati neko dinamiko, kjer je kontakt, rahel kontakt, kjer je povezovanje, sodelovanje in čim bolj raznolika gibanja. Torej, da se aktivira celotno telo. Torej, neko vstajanje, padanja, nadzorovanja, spuščanja, tudi igre žogo, ker konec koncev na vsakem treningu juda se ogrevamo z nogometom. Normalno. Da, ta moja ljubezen je kar še prisotna in je nekako ponujam tudi drugim. In, glavni del treninga juda je nogomet. Vabiš jih v judo, da pridejo igrati nogomet? Tako. Uvaren nogomet. Ok, in zdaj, ko si rekel v drugem delu, kaj mi govorimo potem, večinoma prehajamo v neka razna lovljenja, ali so to neke moštvene igre tega tvojega programa? Pa v bistvu, jaz imam, recimo, ko izvajam sam program, se malo pozabavam s tem, ko vidim, kako otroci sploh znajo odskakovati, doskakovati in spuščati težišče. To so tiste osnovna znanja, ki jih večina otrok nima. Mene dostikrat preseneti, tudi ko pridem kakšnim članom, ne znajo recimo vzvratno sonožno skakati, še posebej, ko dam kakšno mehko blazino, pa izgubljajo ravnotežje. In to so te osnove, ki bi jih morali vsi otroci znati. Tako da večino je, recimo, ko prijem samim programom, je večino rotacij, skokov, spuščanja težišča in navajanja kontakt. Moramo vedeti namreč, da precej mladih športnikov in otrok ni vajeno kontaktne, ni vajeno sploh dotikov. In da jih je na te stvari potrebno tudi počasi navajati. Če želimo pol, recimo, da bi lahko izvajali varno neke igre v kontaktu.
Pa zdaj, če govorimo, ne vem, če smo zdaj govorili o 10-letniku, je potem kaj razlika, če mi prehajamo v, ne vem, članski način treniranja? V tem uvodnem delu, kar ti zdaj govoriš. Ker zdaj trend v nogometu je zelo tipičen, ne? Če lahko sam to še uskočim noter. Ne? Če govorimo sploh o profesionalnem športu, na top levelu, tam itak ekipe so prvih 20 minut, pol ure v telovadnici, kjer naredijo to razno aktivacijo z valčkanjem in aktivacijo trupa in ostalih delov telesa, ne? In potem grejo na igrišče, kjer je ponavadi kratko ogrevanje, še 10 minut za žogo, še te aduktorje verjetno se do konca pa zaaktivira in potem se gre pač v glavni del treninga, kjer se že trenirajo vsebine, ki bi jih želeli osvajati, zato da bomo pač uspešni na sami tekmi. S tem, da zelo veliko trenerjev se že poslužuje tudi raznih teh lovljen in ekipnih motivacijskih igrc, kjer je nujno, da na eni strani pač mi govorimo o team buildingu, ne, da povezuješ ekipo, na drugi strani spodbujaš tekmovalnost, na tretji strani pa vidiš, kdo je lider, kako komunicirajo med sabo in vse ostale stvari. Ne. Zdaj, če gledamo zdaj teh, ne vem, 40 minut, ki potem pa še sledi 1 ura dobra, rečemo, treninga, ki ima nogometaš, kje je zdaj tvoj program tu noter, da je kompatibilen ali da nadgrajuje to, kar, da rečemo, nogometaši zdaj delajo? Jaz sem se vedno spraševal, zakaj se vedno enako ogrevamo. In praktično, če pogledaš pri vseh večjih ekipah, je neka rutina vedno. Jaz lahko to razumem, recimo pri članih, da obstajajo določene rutine, da se ljudje navadijo in da je pol težko iz teh rutin izstopati. Sem pa pri otroku, ker trener vsakič dejansko jamre, da nima dovolj časa, da bi vse živo razvijal, jim da vedno prve pol ure teka v krogu in vedno istih vaj. Torej izgubljamo tiste pol ure, ko bi lahko otroka razvijali. Še vedno, torej, glavni del izvajamo enako, ampak v ta začetni del lahko damo svega in svačega, bi lahko rekli. In to je tisti čas, ko ga je treba v največji meri razviti. In jaz tukaj vidim ogromne pomanjkljivosti pri samem treningu. Jaz verjamem, da to recimo pri članih, tu gre za profesionalce, so vajeni teh rutin, ampak pri otroku je treba ga šokirati, vedno nekaj novega naučiti. Ker naši možgani se učijo ravno preko tega šok terapije. Torej, vsakič ga postavimo v neko novo situacijo, ko morajo odreagirati. In konec koncev, ko igramo recimo tudi nogomet, to je nešteto nepredvidenih situacij. In mi pa vedno njih učimo na en in isti način odreagirati na eno in isto situacijo. Torej, na ta način mi ne razvijamo teh načinov prilagajanja. In glavna značilnost dobrega nogometaša, ki ga razlikuje, po mojem mnenju, od tistega drugega, je, da je sposoben čim več različnih dražljajev pridobiti iz okolja, čim hitreje obdelati in izbrati najboljšo rešitev. Če on nima tega treninga, mišljenja in probavanja iskanja teh variant, tudi na igrišču ne bo mogel tega narediti. In to je tisto, zakaj pravijo, da je do 14. leta potrebno otrokom dati čim več igre. In tudi raziskave so pokazale, da so najbolj kreativni bili ravno tisti, ki so imeli do 14. leta največ igre in so dejansko probavali, iskali sami te rešitve. Kot rečeno, to ogrevanje ima še ogromno možnosti za razvoj in vsakič je potrebno nekaj novega dati. In po mojem mnenju tudi odraslim, da se dvigne motivacija, ker če mi vsak dan jemo pico, pa čeprav je pica odlična, se bomo prenesnej prenažrli. Tako da imaš, v glavnem, tvoj del bi lahko vsak trening v enem letu bil 15 minut nekaj novega potem, ali kaj? Sigurno, ker dejansko jaz se poslužujem enega koncepta oziroma pristopa, ki se imenuje koncentrični pristop. Pri njem mi ne učimo otrok samo to, da bojo znali izvajati določene gibalne naloge v nekih konkretnih situacijah, ampak je njegov namen predvsem to, da krepimo centralni organ odločanja, torej naše možgane, da bojo oni znali v katerikoli situaciji čim hitreje odreagirati. In od trenerja terja, da razume recimo gibalno dejavnost, da ve, kaj hoče razvijati in to zna ukomponirati v neko zabavno
igralno obliko. Zato je pomembno dejansko, da tukaj pri tem konceptu razvijamo ne samo igralce, ampak tudi trenerja. In zelo je povezano s to pozitivno energijo in povezanostjo z ekipo, ker razvijamo trenerje, ki imajo neki občutek in povezanost z ekipo. Pa vi imate prav potem akademijo, kjer se lahko trener pride in izobražuje, ali ti zaenkrat hodiš od kluba do kluba in usposabljaš trenerje, kako se naj razvijajo? Načeloma jaz zavzemam izobraževanja po različnih zvezah in preko KATIS-a, torej preko kataloga v vzgoji in izobraževanju, ker lahko recimo slušatelji pridejo in si nekako ogledajo ta koncept. V vsakem primeru bi pa rad v prihodnje tudi neko akademijo pripravil in to za različne športe. Ker meni je vedno smešno, ko rečejo, jaz sem nogometaš, jaz ne bom igral košarke. Ampak že recimo v Ajaxovi akademiji člani igrajo neprestano košarko. Dejansko zakaj? Morajo se naučiti skočiti, loviti ravnotežje v zraku, ko se odbije žoga do obroča, morajo hitro odreagirati, prihaja do kontaktov tudi v zraku. To so vse stvari, ki jih lahko prenašajo iz enega športa drugega. In mi preveč gledamo na nogomet ali pa košarko ali rokomet kot edini šport, ki obstaja. To smo ga mi, kot sem prej rekel, samo tako poimenovali. Tukaj gre za skupek nekih gibalnih znanj in načinov delovanja, ki so lahko pri številnih športnih zelo podobni. Torej, naši možgani niso kot eno jabolko, ki je povsod istega okusa, ampak je razdeljeno iz različnih predelov in vse predele je potrebno sorazmerno recimo razvijati, če želimo doseči tiste optimalne občutke in recimo rezultate. Ker če pogledaš, kaj je to, recimo intuitivno, rečeš, ta igralec je intuitiven. Intuitiven je samo tisti dejansko, ki zna hitro aktivirati različne predele možganov, torej njegove spomine, kaj se je dogajalo, povezati z nekimi zunanjimi informacijami, ki pridejo in hitro to odreagirati, če preden se določena akcija izvede. Torej, on vidi, recimo, da je neki igralec želi zakorakati z neko nogo in že ve, kaj bo naredil. Seveda, to je povezano z izkušnjami, ampak tudi sama intuitivnost igralcev se razvija preko igre. Ampak zdaj, ko govorimo še naprej, se pravi, zdaj govorimo o otroci, odrasli, pa če govorimo zdaj, ne vem, o odrasli dobi po 30, 35 letu, se pravi v veteranih, je to še vedno bi lahko tvoj program ali pa bi bil zaželjen, da ga tudi rekreativci v zrelem življenjskem obdobju uporabljajo, zaradi tega, da bodo, ne vem, na eni strani imeli dobro hormonsko bazo, na drugi strani bojo imeli, ne vem, bolj čvrste kosti, še vedno bojo aktivirali možgane za to, da bojo iskali nove rešitve, ker ne vem, zdaj, kot primer bom dal, z moškim po, ne vem, 35, 40 letu se zna dostikrat svetovati, ne grejo v fitness, zaradi tega, da bojo še vedno spodbujali delovanje testosterona primarno, rečemo, zaradi da bo tudi lepa koža in tako naprej. Samo nekaj, jaz imam 41, tako da po 42 se to začne. Ok, po 45 mu rekaš. Imaš še čist napeto kožo, veš, ono. Ja. Še ni gubic. Trening je primeren tako za rekreativce, sam tudi imam eno skupino judoistov in to, kar je meni najbolj dragoceno, da prihajajo v judo tudi ljudje, ki so 30-40 let stari, pa se prej se niso ukvarjali in da v 4 letih, recimo tudi pri skupinah 40-50 športnikov nimamo niti poškodbe. In dejansko, da se spodbuja, kot si rekel, tako telo, kot kot tudi samo povezanost. Na vrhunskem nivoju, recimo igralci, to je primerno tudi za njih. Zdaj, jaz malo se pohecam, če pogledamo, naša košarkarska reprezentanca je izgubila enega zelo dragocenega igralca pred kratkim. Prepelič Klemen je recimo skočil po žogo, ga je nekdo spodnesel in je padel in si zlomil roko. In morda bi lahko tudi na določenimi treningi, tudi v tem obdobju lahko te stvari preprečili, ker mi se ne učimo samo padati, ampak se učimo padati tudi pri trkih in porivanjih partnerja. Torej, razvijamo, kot smo rekli, tisti predel možganov, da čim hitreje odreagira. Mi nikoli ne bomo mogli se naučiti
vseh možnih okoliščin, v katerih bo nekdo padel ali se bo potencialno poškodoval. Lahko pa pripravimo naše možgane, da bojo tako hitro odreagirali, da bo ta možnost poškodbe bistveno manjša. Torej, mi moramo trenirati naše možgane specifično, če hočemo, da oni v nepričakovanih okoliščinah tako hitro odreagirajo. In prej, ko smo govorili recimo o tem, da nek igralec ne razume jezika, pa ne razume navodil trenerja. In recimo, da imamo enega fanta, ki je 15 let star in trener mu poskuša neke osnovne vsebine predati in ta otrok ne razume. In normalno, trener se lahko tudi jezi zaradi tega. Ampak marsikdaj je treba tudi pogledati, zakaj je to tako. Mi imamo določena okna, ko lahko delovni spomin, način razmišljanja, vse te stvari, recimo asociativno mišljenje, vzrok, posledica, razvijamo to pri mlajšem in če pri njemu mogoče neki trener prej tega ni razvijal, ni kriv otrok, da tega ne more razumeti. In zato je tudi izjemno pomembno, ko delamo z mladimi športniki, da se zavedamo, da smo mi razvojni trenerji, ne pa tisti, ki stremimo samo k nekem rezultatu kratkoročnemu. In še vedno je problem, da v slovenskem športu poskušamo in vrednotimo vse samo na podlagi rezultata, kar pa nikakor ni dobro za mlade športnike. To je zelo pomembno tudi, da razumemo to, kar si zdaj rekel, te razvojne stopnje otroka, ker ko prijemo enkrat 11-12 leto, se že pojavi zelo izrazit sram in otroci ne preverjajo več toliko svojih sposobnosti, kot so jih pač bili pripravljeni to pri 6., 7. letu. Jaz tudi dam vedno tudi en tak zelo zanimiv primer, kot športni pedagog sem učil nekaj let tudi vrtčevske otroke plavati, in tam se je so se našli v vsaki skupini 3-4, ko so rekli, da znajo plavati, pa so sam skočili noter. V bistvu so samo preverjali, a res znajo plavati, pač si ga prijel, pa si rekel, bravo, super, si ga dal na stran. Iz tega je pa potem si vedel, da ta bo v 3. dnevu zagotovo plaval, zaradi tega, ker je njegov strah toliko mali, zaupa pa nam, da ga bomo pa lahko naučili. In tisti, ki ti pa ni zaupal, ga pa tudi v 5-6 dneh nisi naučil. Nekaj si spet zapisal, kar povej. Ja, zanimivo, jaz sem z Janezom malo to skupino 4-6-letnih otrok. In otrokom rečeš recimo vsakič znova, ko gre to skozi to družino, mi imamo eno blazino ob zidu in oni tam plezajo gor. In valjda, 5 splezne in se ta blazina zruši in pade na 10 drugih. In ti lahko otroku rečeš, ne plezaj gor, on ti bo šel na drugo stran in bo spet plezal. In zelo zanimivo je, da se tudi trener mora tukaj zavedati tega, da otrok nima tako razvitih možganov, da bi lahko uračunal vzrok posledica. In recimo, da se ta prefrontalni del, ki je tisti glavni del možganov, ko gledamo recimo za sprejemanje odgovornosti, pozornosti, oblikovanje nekih rešitev, razvije do 25. leta, torej zelo pozno. In pri otroku ni razvit. In mi se pa na njih jezimo, ker oni ne znajo racionalno razmišljati in povezovati vzroke posledice in tudi načrtovati stvari. Nimajo pozornosti, je logično. Ampak tega, in jaz mislim tukaj premalo, tudi na trenerskih seminarjih govorimo o tej problematiki. Torej, ni trener samo tisti, ki bo otroka naučil brcati žogo ali pa karkoli, ampak ima bistveno bolj pomembne naloge. Vsaj v teh prvih fazah. Ampak zdaj rečemo, ne vem, ko si rekel, to plezanje, zaletavanje, to imamo mi isto v šoli, se pravi, če vidi, da je naslonjena blazina, če imaš fante, zagotovo bojo 3 šprintali tja, pa se zaleteli noter v blazino, zato da jih odbije, ali pa da vidijo, koliko se bo sploh blazina pobrala njihove kinetične energije, Ampak zdaj, če mi dva prenesemo zadevo, rečemo na nogometno igrišče, se pravi, kjer se, zdaj, če primerjam, v dvorani 7-8-10-letnik bo zelo rad tudi se zašprintal, pa se bo zadrsal po kolenih ali po riti, ali pač se zaletavajo eno drugega fantje, predvsem, se najde tudi kakšna deklina tu noter, ampak že malo manj, Kako bi to celotno zadevo, rečemo, prenesel potem lahko na igrišče, glede na to, da tam pa nimamo, rečemo, blazin ali pa ni toliko varno okolje?
Veš kaj, tukaj je zdaj, jaz bi v dvoranah pustil, da se zaletavajo. Recimo, daš dvojno blazino in dejansko jih daš na štafeto, da se on mora teč zaleteti in priteč nazaj. Na ta način se bojo tudi oni naučili zadeti, amortizirati in odbiti v drugo stran, kar je izjemno pomembno znanje. In to je eno tistih znanj, ki jih zdaj poskušamo na novo tudi razvijati v programu, dejansko, da izkoriščaš energijo drugega oziroma nekega zunanjega predmeta v svoj prid, da se mu ne upiraš, ker dejansko na ta način zgubljaš neki hitrost, potencial, elastičnost, ampak poskušaš te stvari vkomponirati v svoje gibanje. Kako te stvari delati na igrišču? Dejansko lahko se zaletiš v enega otroka in dejansko on ne sme se ti upirati, ampak ga mora odbiti, mora dovoliti, da ga odbije stran. In recimo zdaj, pred parimi dnevi sem gledal posnetek Djokovića, ki ga je en trener capoeire mu je kazal, ko dejansko te nekdo udari po nogi, ti čim začutiš ta dotik, umikaš nogo v to smer. In dejansko tukaj gre ravno za to razbremenjevanje in izkoriščanje neke tuje energije v svoj prid, kar je en tistih osnovnih konceptov pri judu. Ja, ker sem gledal zdaj tvoje posnetke, kar se pač vidi, imaš ti tudi na igriščih rad prineseš blazine zraven, zaradi tega, da začneš v nekem varnem okolju. Kar pomeni, da kasneje verjetno bi pa vseeno lahko te stvari tudi na neki travi bi se dalo izvajati tudi brez blazin. Zdaj, načeloma jaz raje kot v telovadnici delam vse na tistih prizoriščih, kjer se šport dogaja. Zdaj, če je kakšen dež, ne moramo delati recimo na travi, pa mogoče začnemo tudi zaradi same varnosti, da ne bi kdo zdrsnil karkoli v telovadnici. Ampak najraje prinesem blazine na igrišče in pomembno je, da prihaja do te postopnosti, da se otroci oziroma vadeči učijo varnega padanja in ko enkrat to osvojijo in postane zabavno in igrivo, dejansko lahko daš tanjšo blazino ali pa celo jo umakneš. Če boš ti pa rekel otroku, zdaj se pa vrži tam na nos, pa nimaš nobenega znanja po travi ali karkoli, bo mogoče tudi zaradi tega začetnega strahu bolj trd in bo ga tudi bolj bolelo in bo dobil nek dodaten odpor do te dejavnosti. To je potrebna ta postopnost. In kot smo rekli, preko igre, ker jih zamotiš. Zdaj, da naredimo še malo preskoka, glede na to, da smo se večinoma pogovarjali, kaj delaš, pa nekaj smo omenjala tudi tujino, ne? A si ti opazil v tujini da so te lažje sprejeli, kot smo te Slovenci na začetku, glede na to, da si malo potožil, da smo se nogometaši kar smejali, ne? Pod B pa, glede na to, ko si omenjala že Ajaxa, ne? Je rečemo bilo zelo zanimivo meni, Sandi Sejdinovski je rekel, da so ga fascinirali že 20 let nazaj, kjer so oni imeli ta program, učenje, nekaj tehničnega elementa, govorimo, udarc, sprejemanje žoge, karkoli pa že, ne. Na drugi strani so imeli določene vsebine v smislu plesa, gimnastike, tudi judo, mislim, da je noter bil atletske vsebine in tako. Ko so pa otroci šli igrati, so pa samo igrali. Se pravi, so pa trenerji dol šli in so jih pustili igrajo 4-4 in to je to. Tako. Se pravi, prvo, kako so tebe, rečemo, v tujini sprejeli, ko si začel s tem programom v tujini ga predstavljati? Meni je bilo zanimivo, da kakorkoli je bilo tukaj pri nas, recimo, okolje precej skeptično do tega, je tujina takoj to sprejela z odprtimi rokami. In je pa zanimivo, da če hočeš uspeti v tretji ligašu v Sloveniji, moraš delati za kako tujo znano športno zvezo. Tako da šele pol dejansko se ti nehajo smejati, ampak te začnejo poslušati. Šele ko si v špansko zvezo prišel, so rekli, ok, zdaj si pa dosti dober tudi za nas. Ja, tako. Ampak zdaj mi je žal, da nimam spet toliko časa, da bi vsem tretji ligašem pomagal. A zdaj je pa vrsta, ali kaj? Ja, nekaj klicev dobim še vedno v bistvu vsak dan, ampak se jim prijazno zahvalim, predvsem tistim, ki so se mi najglasneje smejali. Ja. Ok, kak je tujina, rečemo, kako so gledali, koliko so ti pomagali, tudi rečemo, ali pa kritično gledali na program, da si ga lahko še dodatno razvijal, pa kje si imel najboljše izkušnje? Meni je dejansko zelo dragocene so izkušnje, ko imaš različne klinike ali pa usposabljanje, recimo največjih je bilo tudi v Španiji,
kjer sediš in se pogovarjaš z res neverjetno dobrimi strokovnjaki na teh področjih. In že skozi sam pogovor se ti odpirajo nove ideje. Zdaj, ta koncept je izjemno preprost, če bi vprašal kateregakoli judoista, ampak zapakirati celotno to znanje, da ima rep in glavo, je pa nekaj popolnoma drugačnega. In zdaj, dogaja se tudi to, da ta moje znanje so začeli nekateri celo oziroma poskušajo posnemati. In jaz vem, ni težko recimo priti na postavljeno. Jaz vem, da sem 10 let moral dejansko izgubiti energije, s tem, da sem ljudi sploh prepričeval, da te stvari morda tudi niso odveč in da so koristne. V tujini mogoče imajo več posluha za to. Je pa meni bilo nekoliko neverjetno, ko sem se tudi oglasil pri Maxwellu, gor na sedežu UEFA, ker smo imeli en tak prijeten sestanek glede vpeljave tega programa na UEFA nivo. Me precej presenetilo to, da pri UEFA Akademiju, ki skrbi za usposabljanje trenerjev, imajo 3 področja, in sicer taktiko, marketing in psihološko pripravo pred tekmo. Torej, zelo malo oziroma praktično nič ni, kako razvijati mlajše igralce. To je prepuščeno vsaki panožni zvezi. In to je tista stvar, jaz mislim, da bi morala zelo skromno, si to mislim, tudi sama krovna zveza dati neke smernice, v katero smer bi si želeli, da se te stvari začnejo razvijati. In mogoče tudi o tem se bomo v prihodnosti pogovarjali. Pa se ti zdi, da je lažje se naučiti nekih taktičnih in teh vsebin napram temu, kar pač ti počneš, se pravi, napram tvojim vsebinam? Mene že, recimo pri najmlajših, me zelo moti beseda taktika. Ker otrok ne ve, kaj je to taktika. In mi mu govorimo o taktiki že recimo pri trenerjih, če rečeš taktika, veš, da gre za nekaj kompleksnega. Že sama mogoče, sama beseda ni primerna. Bolj primerna se mi zdi. Mislil sem generalno, če se midva zdaj pogovarjamo, da jaz se želim učiti, ne. Se pravi, zdaj, ko si rekel, ne, na UEFA nič ne delamo na tem, da pač v nogometu generalno, kako razvijati mladega igralca v smislu motoričnih sposobnosti, ne. A se tebi zdi, da je nam, ko usposabljamo tudi, da nam je lažje nekomu razložiti pa ga naučiti taktične pa tehnične vsebine, kako jih učiti, ali nam je lažje naučiti nekoga, kako razvijati motorične sposobnosti? Zdaj, to je si odprl eno skrinjico in v bistvu, glej, mi v našem šolskem sistemu, ki jaz mislim, da je zelo dobro zastavljen v primerjavi z drugimi, ko gledamo šport, dejansko tudi vključeno športnih pedagogov in tudi širino znanja, ki jo podajamo. Ampak mi vedno merimo samo neke gibalne sposobnosti. Premalo je osredotočeno znanja in še manj na strategije. Torej, po mojem mnenju bi morali mi večji poudarek dajati na strategije, kako se lotevamo reševanja problemov in kako te probleme sploh rešujemo. Zagotovo je lažje nekoga natrenirati nekih osnovnih gibalnih sposobnosti, kot mu stvari v nekem ranem obdobju tudi razložiti z neko recimo zahtevnim besediščem, ki je po mojem mnenju taktika. Jaz mislim, da bi morali govoriti o sodelovanju. Pri otroku gre za vrste sodelovanja znotraj ekipe. Saj taktika je sodelovanje, ne, saj to zagotovo, ne, nek načrt pa neka strategija. Jaz mislim predvsem o tem, ne, ko se mi pogovarjamo zdaj med sabo trenerji, ne, jaz imam dostikrat občutek, da kako reševati taktično rešitev igre 2-1, karikiram, ne, bomo dosti hitro razvili, ne, ali pa bomo dosti hitro se strinjali, da je to tako pa tako, in bomo tudi na dosti podoben način potem prenašali to znanje na otroka, ne. Ko se mi pogovarjamo o razvoju motoričnih sposobnosti, a je to koordinacija, moč, karkoli pač drugega, ne,
In začnemo govoriti, ne vem, vse veš, razvoj moči, ne vem, če želimo povečati maso, bodybuilding metoda 1, 3 do 6 serij, 9 do 12 ponovitev, gremo znotraj odpovedi, masa, ne vem, 75%, ne. Je pa se toliko razvila, se pravi, zdaj smo govorila samo o enem zelo malem delu razvoja moči, ne. Ki je zelo ozko ponovno usmerjen, kar tebi ni všeč, ne. Da poudarimo tudi ta del. Se pravi, ko pa govorimo o teh stvareh in ko začnemo komplicirati, ne, kako bomo pa zdaj mi povečevali moč tudi skozi druge stvari, ne, ali pa kako bomo šli v mikrodosing, se pravi, vsak trening 5-10 minut, a bomo imeli target trening v torek in bomo samo temu posvetili, ne. Prijemo pa do toliko kompleksnih stvari, da je veliko težje, se mi zdi, razložiti pa naučiti nekoga, kako naj razvija te stvari, no. Saj tukaj po moje potrebno dati ta osnovna znanja in predvsem znanja, kot smo rekli, in vsak mora najti svojo varianto znotraj tega. Zdaj, fitness varianta je odlična, recimo, ker je sorazmerno nadzorovana in lahko povečuje to maksimalno moč v največji meri. Ampak jaz mislim, da je potrebno vedno v tistih igralnih oblikah te stvari razvijati in prilagajati igrišču. In mogoče tudi ta program, ki sem ga naredil, omogoča, da tisto surovo moč in vzdržljivost nekako prenašamo v igralne okoliščine. To je pomembno. Zdaj, kar nekaj takih znanih trenerjev, ki recimo, spet se bom vrnil korak nazaj, izvirajo iz juda in so znali na izjemno visokem nivoju narediti ta prenos vadbe iz fitnessa na igrišče. In to je tisto, kar je po mojem mnenju pomembno. Eno takih je recimo Javier Minano, ki je bil kondicijski trener Del Boskega, ko so bili evropski in svetovni prvaki. Imamo, zdaj je pa v Armeniji, so razmerno dobro in kaže glede na samo kakovost ekipe. Imamo Pintusa, recimo, ki je bil pri Interju, Realu, Marseju skupaj z Zidanom, ko je igral. Imamo recimo zdaj Renéa Wardmouta, ki je kondicijski trener nizozemske reprezentance in je tudi zelo velik pristaš te raznolikosti. In če bi pogledali njegove treninge, reprezentanco, tudi ko se pripravljajo, ogromno lovljenje, ogromno prerivanje, ogromno borbe, ogromno teh stvari, ki pri naših trenerjih zaradi pomanjkanja znanja in tudi po moje, zato ker nihče se noče izpostavljati z nečem, v čemer ni res dober, ne dovoli pa drugemu, da bi stvari prinesel not, si noče recimo odpirati določenih težav. Ampak ravno ta multidisciplinarni pristop in omogočanje tudi nekim drugim strokovnjakom, da pokažejo in hkrati izboljšajo tvoj sistem, je nekaj, kar bi bilo po moje zelo dobrodošlo. In tukaj, ko smo pregovorili pri UEFA, je precej prepuščeno samim nacionalnim zvezam. In tukaj vidimo, da pri nekaterih zvezah delajo fenomenalno in delajo že 15-20 let in imajo zdaj odlične rezultate, recimo, če pogledamo Francijo, Belgijo, recimo, če pogledamo Belgijo, oni dejansko, ko nimajo sreče, zmagajo 3-1, ko imajo, zmagajo 6-0, tako da ni vse v sreči, ampak je v sistemu, kako razvijati igralce. In ogromno je tudi na delu, na njihovi samozavesti, na možganih, na dajanju možnosti tudi tistim igralcem, ki mogoče niso fizično najboljši v neki začetni fazi, ker so zakasneni v rasti. To recimo po sami velikosti je primerljiva Slovenijo nekoliko večja sicer, ampak če bi se mi posluževali podobnih sistemov in tudi odprli naše glave, jaz mislim, da se ne bi več pogovarjali ali bo taka ali drugačna ponovitev, ampak kakšen bo koncept dela. Pa kaj je, rečemo, zdaj, ko si omenil, ker to sem te tudi želel vprašati, kdo te je v tujini, rečemo, pa vseeno fasciniral z nekim načinom dela, ne? Ko si rekel za Belgijo, kaj oni delajo drugače? Kaj je to toliko drugače napram temu, kar delamo mi? Jaz mislim, da oni precej delajo na tej povezanosti z ekipo in tudi na tem, da dejansko ne zavržejo nobenega igralca, ker ti nikoli ne veš, v kaj se bo nekdo razvil, ker lahko je, kot smo rekli, nekoliko zakasnen v rasti, pa ga lahko odpišemo. Pa ravno tak igralec je recimo bil Dries Mertens, zaradi katerega so tudi začeli ta projekt, ko imajo dve reprezentanci, imajo tisto klasično reprezentanco, ki so
najboljši v tistem trenutku imajo reprezentanco of the future, torej prihodnosti, tistih pozno razvijajočih. In kar je zanimivo pri njih, oni ne naredijo recimo castinga samo na začetku leta, ampak kar 80% celotne sezone imajo možnost tisti zakasneli vstopati v neke reprezentance. Torej je precej fluidna stvar, kar omogoča tudi tistim, da je njihov trud poplačan tudi med samo sezono. In kaj se je ugotovilo? Da najboljša reprezentanca ni narejena ne iz ene, ne iz druge ekipe, ampak je neki hibrid obeh. Torej tisti, ki so se kasneje razvijali fizično, zato so pač morali razviti določene načine razmišljanja, recimo anticipacije, tudi postavljanje na žogi, branja igre, in drugih, recimo, ki so bili že toliko močni in so se recimo tega oklepali. Torej imajo močno in nepredvidljivo in hitro ekipo. Torej na ta način jaz mislim, da bi lahko tudi pri nas delali zelo dobro. In kaj je težava? Če mi začnemo z našimi mladimi igralci ne delati dovolj dobro, tudi kasneje z odraslo populacijo ne moremo pričakovati, da bomo delali čuda. Torej vse se začne pri najmlajših in zato bi bilo po mojem mnenju potrebno največ pozornosti ravno tej starostni skupini posvetiti, če želimo čez 10-15 let imeti res primerljivo reprezentanco tudi na nekih večjih tekmovanjih. Tekmo smo odigrali tako, da smo v podaljških, tako da v Švedu, ne. Gremo še malo naprej tu vseeno, ker ta del, kaj bi ti rečemo zdaj potem svetoval nam trenerjem ali pa generalno NZS-ju, verjetno tudi ostalim športom v Sloveniji, ne, kje je rečemo ključno, pa kaj bi čemu bi se največ posvečali trenerji, ker to jaz ugotavljam, kljub temu, da smo mi zelo mali, glede na delo, kako trenerji delamo v različnih delih Slovenije, se zelo razlikuje. V Italiji, če gledaš nogomet, je zelo podobno, je sever, je jug ali je ne vem tako, ne. Zdaj, ko sem z Luko Elsnerjem govoril, tudi Francozi imajo pač dosti podobne stvari. Vem, da ko sem bil v Belgiji, pač njihova nogometna zveza zelo delegira ali pa vsaj spodbuja klube, da delajo v nekem podobnem sistemu. Pri nas, rečemo, jaz tega ne občutim, tudi ko se trenerji med sabo pogovarjamo, imamo pač tu verjetno največ prostora, zaradi tega potem, ker smo toliko različni, imamo malo, mogoče pa tudi tu kakšne težave. Lahko jih gledamo kot prednosti, ampak jaz jih večkrat vidim bolj kot problem, no. Kaj bi nam svetoval? Jaz tukaj jaz se ne počutim tukaj, da bi karkoli solil pamet, ampak mogoče že sam način razmišljanja, da moramo biti v prvi fazi razvojni trenerji, da moramo dejansko razvijati to širino. In ta širina je tista, ki bo omogočila, da bomo lahko prišli do višjih točk. Nikogar ne zavračati, vsem omogočati podobne možnosti za uspeh. To je po moje izjemno pomembno. Zdaj, jaz do potankosti tudi ne poznam samega delovanja zveze, ampak mogoče, kar bi res svetoval je, da se trenerji nehajo gledati na otroka kot na 20 ali 30 evrov, ampak kot na nekoga, ki je živo bitje, ki se bo razvijalo in bo dejansko enkrat mogoče tudi vleklo ta voz naprej. In zato mu moramo dati in ga oborožiti z vsemi znanji in z možnostmi, da bo to počel čim bolje. Ok. Povej mi, kam greš ti z svojim programom naprej? Kje ti vidiš možnosti še za razvoj? Verjetno imaš kakšne nove načrte, glede na to, da si v zadnjih 2 mesecih bil več v tujini, se mi zdi, ko po doma, si dobil še kaj dodatnih idej? Moja želja, že ko sem recimo po 2 letih konsolidiral ta program, je, da bi se program pojavil na 3 najmočnejših evropskih zvezah oziroma 4. Sicer do zdaj mi je uspelo objaviti nekaj na Mednarodni judo zvezi. Rad bi prišel tudi mogoče vsaj z nekim minimalnim delom not na UEFA, pa na FIBO in na Evropsko rokometno zvezo. To so tiste moje dolgoročne želje.
Zakaj? Da bi lahko dejansko pol se vrnil in bi bil mogoče tudi malce bolj poslušan v Sloveniji, ker mi je pa cilj, da bi čim več otrok imelo neko zdravo športno vadbo, ne glede na to, v katerem športu bi bila, in da bi se lahko razvijali. In konec koncev jaz mislim, da je to tudi tista predpostavka, da če otrok srečen, se zabava v nečem, bo tudi lažje uspešen. Preveč je tistih otrok, ki nimajo te sreče, da bi jim mogoče že zaradi izkušenj doma ali pa zaradi mogoče prevelike naglice pri trenerjih, da bi jih razvijali, da bi jim omogočili, da bi v športu sploh uživali in se tudi brez strahu razvijali. Ker zanimivo, ravno po 14. letu bi morali začeti s tisto specializacijo. Torej, do takrat imamo čisto dovolj časa, da pri otroku razvijamo vse sposobnosti, njegovo samozavest, njegov odnos do sebe, do ostalih, do lastnine in tako naprej. Ja, ta specializacija, kdaj, kako, to je po mojem največji problem. Ampak zdaj mene zanima, rečemo, če jaz kot trener želim se usposabljati v tvojem programu, kakšne imam možnosti, da se usposobim? Zdaj, moja želja je, da bi pridobil eno skupino trenerjev, ki bi lahko to dejavnost tudi poleg mene opravljali. Tako da imam nekaj študentov, ki sem jih vzel tudi z Univerze na Primorskem fakultete o vedah o zdravju. Drugače pa obstajajo tudi možnosti vključitve preko Katisove aplikacije in seveda tudi preko različnih športnih zvez. Ampak tukaj gre ponavadi bolj za okrnjena predavanja. To so varianta bolj seminarjev? To so seminarji, recimo 8-urni seminarji. Jaz mislim, da... Si razmišljal, da bi akademijo naredil, kjer boš usposabljal trenerje? Sem razmišljal, ampak za akademijo je treba v bistvu imeti že nekaj kapitala oziroma dobrih sponzorjev, ki jih danes še nimam, čeprav se zanimive stvari tudi odpirajo. Ker po moje, da bi spravil program skupaj tam 60 do 80 ur, bi pa že zelo, zelo veliko stvari lahko predal, pa da bi se potem generalno v Sloveniji kaj začeli spreminjati mogoče. Pa bi moral najti ljudi, ki imajo 10 dni dopusta. Pa se veš, kak je. Pri nas je isto na usposabljanju, ko gledam samo na usposabljanju za trenerje v nogometu, že na C-ju, se pravi za trener C, potrebuješ, mislim, da nekaj proti 80 ur, kar pomeni, pač se naredi v 3-4 vikendih. Ampak recimo, ko smo imeli tu za Adria Institut, ko imajo pač statistiko, videoanalitiko in tako, isto so speljali v nekaj vikendih. Tako da pač traja potem mogoče pol leta, ampak to je ravno tisti čas, veš, da ko jaz prijem k tebi, usvojim 3 ure, moram pa iti spat zato, da se mi sinapse poveže, da bom lahko, da usvojim znanje, da ni prehiter zadeva čez. Pa da mogoče tudi kaj poskusiš, pa ti se poraja kakšno vprašanje, porodi vprašanje, pa poskusiš drugače in pa priješ s konkretnim vprašanjem oziroma odgovorom, rešitvijo. Ja, okej. A še kaj ti res tako ekstra posebej pogrešaš v nogometu, da bi trenerji morali dati posebej poudarek na razvoju, ob vsem tem kontroli telesa? Sej, kot si rekel, zdaj, jaz izhajam iz tega, da človek, ki bo bolje kontroliral lastno telo, ki bo znal recimo skočiti, varno pasti, se prerivati in vse te stvari delati, recimo ohranjati dobro ravnotežje, imeti dobro koordinacijo in bo boljše obvladal svoje telo, bo to počel boljše tudi z žogo. Iz tega izhajam. Zdaj, delo z žogo je neka nadgradnja teh osnov, ampak mi moramo imeti zdrave osnove, da lahko tudi recimo boljše kontroliramo žogo. Kot smo rekli, gre za tisti koncentrični pristop, ko razvijemo naše možgane. In jaz vedno povem primer, če sem jaz sposoben recimo pri judu zapeljati enega človeka, ga razgibati, ki ima recimo 70 kg, koliko jaz, in v enej stotinki se ustaviti in mojo njegovo težo dvigniti in ga vršiti po tleh dejansko in ohraniti ravnotežje na eni nogi pri ogromnih silah, zdaj pa je treba pomisliti, kako je pri nogometašu, če je sposoben to narediti, ko se v enem nepredvidenem trenutku ustavi, zamenja smer in udari žogo.
Torej, to so te stvari, ki jih lahko tudi prenašamo v druge športe. In po mojem so zelo pomembne ta koncentracija energije in eksplozija v enem trenutku. Okay. Dajmo se še dotakniti mogoče tvoje spletne strani, kjer verjetno najde tiste, ki bi jih zanimalo največ informacij. Zdaj na koncu imaš, predvsem vidim, da to iz košarke imaš tudi to, ko si govoril za Maxwella, da si bil pri UEFA. Kakšne podatke vse lahko najdemo tisti, ki nas karkoli zanima na tvoji spletni strani? Prej si omenil, da sem dejansko bil precej okoli in tudi zato stran ni tako posodobljena, kot bi si sam želel, ampak načeloma te osnovne informacije se dajo dobiti na strani. Zakaj več pa bi bilo potrebno stopiti v stik. Tako da na strani je moj mail, to ni problema. Jaz sem tudi precej po Sloveniji in če imam le čas, se ustavim na kakšni kavi, pa predebatiram tudi s kakim trenerjem. Ampak, če bi pa želel kdo v usposabljanje, pa se pravi te seminarje, ki jih imaš zaenkrat, je to? Ja, za zdaj je to. Zdaj načeloma z naslednjim poletjem bojo športni kampi, ker bomo po eni strani usposabljali kader, po drugi strani pa bojo imeli tudi igralci iz različnih športov možnost se razvijati. Igralci povem zato, ker bo poudarek na igri. Mi smo nogometni igralci, mi smo nogometni trpežnik, ljudje, ki trpimo. Zato je pomembno, da vse poskušamo narediti preko igre, preko zabave. Dejansko naslednje poletje, jaz mislim, da bo preboj še nekoliko večji. Okay. Povej mi še to, kaj bi ti generalno svetoval igralcem, otrokom, staršem na eni in na drugi strani? Staršem, trenerjem bi svetoval, da se ne vtikajo preveč v otroka, da mu dovolijo, da je svoboden, da poskuša stvari, ne mu dovolijo tudi, da tvega, ne mu dovolijo, da tudi pade, ker dejansko za ceno 2 bušk ne moremo narediti iz otroka še bistveno večjega invalida. Nogometašev bi svetoval dejansko, da čim bolj razvijajo svojo vsestranost, ker bojo videli tudi rezultate, tudi na nekih ozkih področjih bojo bistveno boljši. Otrokom pa seveda, da se čim bolj zabavajo, da se čim več smejejo in da se čim več tudi hecajo in iščejo včasih tudi neke čudaške rešitve. Tudi če jih mogoče kakšen trener ne bo takoj razumel in podprl, je fajn, da v bistvu tista zdrava predrznost in iskanje nekih ovinkov okrog teh, recimo, uhojnih poti. Sma kaj pozabila? Verjetno sva. Vse. Verjetno sva marsikaj pozabila, ampak je tudi prav tako. Ok, jaz upam, da sma generalno, jaz sem dobil zelo veliko informacij, zdaj verjetno, ko bom prespal, pa bom dobil še pole en kup novih vprašanj, tako da te mogoče privat pokličem. Ostali, tako ko smo rekli, te najde na spletni strani. Samo ful ti hvala za tele 2 ure, ko si vzel časa zame in za to, da malo podeliš, kaj počneš, pa kak način razmišljanja imaš. Hvala tudi tebi, Igor, za povabilo in to, da sem mogoče lahko tudi te svoje ideje pred velikemu številu in upam, da bo vse večje tudi podelil danes s tabo. Tudi upam, tudi mi poskušamo še malo razvijati, tako da zagotovo upam, da še kdaj boš pripravljen priti, ko se ti bo še zadeva razvijala, ali pa da čisto kako zelo specifično stvar poskušamo predstaviti, zakaj je nekaj dober, pa zakaj je nekaj slabega. Tako da, ok, hvala super. Ti lepa. Hvala, ostan mi še tu, jaz sam preberem outro, pa še pol mi kako rečemo po tem. Ok, odpiskali smo konec današnje epizode podcasta iz Centra Ogol. Z vami sem bil Igor Fenko in celotna ekipa oddaje iz Centra Ogol, ki se vam zahvaljuje za čas, ki ga preživljate v naši družbi. Upamo, da uživate v pogovorih in spoznavate nogomet ne le v zmagah in porazih. Vabimo vas k poslušanju oddaj na vseh možnih pretočnih vsebinah in tudi YouTubeu. V glavnem pišite, komentirajte, poiščite nas na naši spletni strani, všečkajte,
v glavnem še enkrat hvala za poslušanje in se slišimo naslednji petek. Uživajte še naprej in lep pozdrav vsem.